Živijo in dobrodošli na novi epizodi podcasta Umetnost lenarjenja. Zelo sem vesel, da ste tukaj z mano oziroma z nama in danes se mi bo pridružila pri pogovoru Vida Igličar. Vida je nagrajena grafična oblikovalka, avtorica in zdaj po novem tudi podcasterka. Oblikovala je med drugim obe naslovnici obeh mojih knjig. Sicer smo se spoznala že prej, no, ampak to je neka taka stvar, ki naj jo povezuje, in tudi grafično podobo tega podcasta. Tako da ena taka zanimiva povezava. Sicer danes bova tudi govorila o oblikovanju umetnosti, je pa se mi zdi rdeča nit pogovora nekako skrb za duševno zdravje in boj proti stiskam posameznika. Namreč Vida je neke vrste ambasadorka duševnega zdravja, niti ne iz vidika izobrazbe, bolj iz teh nekih osebnih izkušenj, kot boste slišali ali pa kot lahko preberete tudi v njeni zadnji knjigi. Nekako že zelo zgodaj v življenju se soočila z hudimi izzivi, z boleznijo, smrtjo, in mi je zelo navdihujoče, kako zdaj preko ilustracij in tudi zdaj po novem pisanja nekako ponuja tehnike in uvide ljudem, kako se morda spopasti s življenjem takrat, ko je posebej nepravično, posebej grozno. Z nekim sporočilom, da vse bo v redu, oziroma celo mogoče bolj optimistično, vse je v redu že zdaj. Pogovor, za katerega res verjamem, da bo mogoče kakšno stisko tudi olajšal, zato se ga še toliko bolj veselim, da ga delim s svetom. Bova pa tudi z Vido podarila eno knjigo, njeno zadnjo knjigo Vse je v redu, z podpisom in posvetilom avtorice. Podarila jo bo v resnici Mladinska knjiga, tako da hvala založbi. Vida jo bo podpisala. Sodelujete zelo preprosto, če gledate to v realnem času, se lahko do konca februarja, meseca februarja, javite v komentar na YouTubeu pod tem pogovorom, pustite neko misel, karkoli pač, in se prijavite tudi na moj YouTube profil. Konec februarja bom pa izžrebal nekoga, ki bo tole knjigo dobil po pošti. Hvala kot vedno za vašo pozornost. Počakirajte tudi Vidine kanale, jaz bom vse te povezave pustil spodaj v opisu epizode. Zdaj pa uživajte tudi v poslušanju. Dobrodošla, Vida. Hvala, da si prišla. Hvala tebi za povabilo. Ja, da se lahko nadaljujeva pogovor, čeprav jaz se rad, ko se tako usedem z nekom, ki pride na podcast, se ne rad zelo dolgo pogovarjam, preden začnemo snemati. Ko pa kdaj vmes pomislim, ne, to je bilo ful dobro. Že sem posnet. To je bilo ful iskreno, da je zdaj še enkrat to povedati. Ampak nisem več zvadila, tako da jaz sem te malo predstavil v tem vodniku našemu, no. Ampak daj mi malo povej, no, tako, ko te nekdo vpraša, kdo si, kaj delaš, kako se pravilno odgovori na to vprašanje. Kar eno obdobje drugače po izgorelosti sem imela, ker se namerno nisem začela svojega opisa s tem, kaj počnem. Zdaj se nekako trudim, da povem in ta svoj poklicni del, pa tudi nekaj zraven. Glede poklica sem vam primarno za grafično oblikovalko in ilustratorko. Zdaj s časom pa tudi povem, da sem avtorica in da mi je nekako ta tematika duševnega zdravja zelo blizu in zelo pomembna. Poleg tega službenega dela pa bi rekla, da sem bila od nekdaj zelo predana pač iskanju lepih stvari v življenju, premagovanju nekih izzivov, iskanju smisla. Rada preživljam čas v naravi, rada se športam. Tako. A si ti, če te kar vprašam, najprej to ukvarjanje z vprašanjem počutja duševnega zdravja, iskanjem smisla, a je to tebi res od nekdaj nekako prisotno, ali da si bila malo vržena v to? Ker ko sem bral to tvojo knjigo drugo, Vse je v redu, glede na to, kaj si doživela in pri toliko mladih letih, se mi zdi, kot da nisi imela nekako mogoče sploh druge možnosti, kot da se začneš ukvarjati s tem, ali pa rečeš, ne vem, zmešali se mi bo, no. Težko rečem, a bi se s tem ukvarjala, če ne bi bilo vseh teh izzivov, oziroma da bi sigurno se tudi, če jih ne bi bilo, ker so se res tako zgodaj začeli, da sem
se mi zdi, da sem bolj v bistvu sledila temu, kar mi je življenje dalo na pot in sem pol ob tem iskala, ne vem, ali pomoč, ali neke rešitve, kako si pomagati. To se pa nisem nikoli počutila kot žrtev, koliko je bilo življenje grozno do mene in kaj mi je dalo te neke težke preizkušnje. Sploh recimo ena taka je bila izgorelost, se mi zdi, ker sem zelo kmalu po njej vsem bila hvaležna za to, da se je to zgodilo. Se mi zdi, da sem potem začela živeti boljš, drugač. In če ne bi bilo te preizkušnje, pač bi mogoče še naprej preveč delala in mislila, da vem, kaj delam in da me to pelje v pravo smer. Dobro, mislim, kar se mene tiče, jaz sicer takrat, ko sem imel te nespečnosti, sem se počutil kot najbolj bogi človek na svetu. Sem pa recimo razmišljal, kdaj, da če ne bi imel tega, mogoče ne bi napisal pač svoje druge knjige. Ker se ne bi toliko poglobil v to. Tako da te izzivi se ne vem. Jaz tako ne rad rečem vse za nekaj dober. Res ne rad, ampak se mi pa zdi, da tudi ti v knjigi citiraš Viktorja Frankla, ki nam je očitno zelo obema ljub. In ko bereš njegove teze o smislu in o nekak življenju in se zaveš, da je to napisal medtem, ko je bil zaprt v koncentracijskem naumil, pa potem napisal medtem, ko je bil zaprt v koncentracijskem taborišču, si res rečeš, mogoče pa lahko ustrajam na nek način. Ja, ampak meni se pri njemu zdi zelo pomembno to, saj tako sem jaz razumela, kar sem njega brala. En del življenja se ti pač zgodi in nad tem nimaš vpliva. Imaš pa vedno neko okno pa svobode in s tistim lahko ti upravljaš. Ker meni je lih to, da se vse zgodi z razlogom. Jaz tudi rada za nazaj pač potegnem nekaj dobrega iz izzivov ali pa pogledam, to me je naredil na nek način boljšo osebo ali pa se trudim biti boljša. Ampak ja, so stvari v življenju, ki se zgodijo, za katere se mi ne zdi, da je vse z razlogom in vse z namenom in kao vsaki stvari je nekaj dobrega. Ne, pač tudi v knjigi pišem o teh dveh izgubah, ko vidiš, ko nekdo umre nenadno, pa niti ne to glede sebe, ampak recimo, ko sem gledala starše teh dveh fantov, ko so pokopali svojega otroka, za katerega niso vedeli, zakaj je umrl, meni se to ne zdi, da se zgodi z namenom. In nikoli se mi ne zgodi, da se ene take stvari, da bi lahko nekdo, ko je v njih rekel, ja, to je z namenom. Tako da meni so te zgodbe, so mi sigurno en izziv ali pa mi postavljajo vprašanje v tem, a se stvari zgodijo z namenom ali ne. Ja, tako, če se sam za trenutek o tvoji knjigi rečem, vse je v redu. Kar je meni bilo najbolj všeč, v bistvu dve stvari. Ena je, ti takoj napišeš, nisi psihiater, nisi psiholog, ampak v bistvu, ko bereš to knjigo, vidiš, koliko si se ti načitala, kako imaš enih referenc teh avtorjev, Frankl med drugim, ampak niti slučajno edini. Drugo je pa v bistvu te knjige, se jih je veliko, izgorelost in utrujenost počutja in to, ampak te zgodbe, ki jih predstaviš, se tako berejo. Jaz sem že nekaj poznal, ko sem te že poslušal na enem podcastu, ampak to te tako pretrese, da je scenarij se bere. Mislim, tako neverjetno, da si ti dvakrat zaporedala, tako kot si rekla, te izgube mladih fantov, nepojasnjena, dobesedno človek pada na tla in umre. In potem, kaj vse se je dogajalo, mislim, to tako, ko bereš, si misliš, da je to res. Če bi gledal nek film, bi rekel že, ne more biti kar dvakrat, kakšni scenaristi so to. A si kdaj rekla, mislim, tako, ker človek išče vzorce. In jaz, ko sem bral to tvojo knjigo, sem razmišljal pismo, da se to enemu mlademu človeku zgodi, in začneš ti iskati neko vzorce, se veliko pišeš v to krivdi. Si se zihar mogla s tem ful spopadati. Jaz ne bom nikoli pozabila tega trenutka, pa tudi pišem o tem v knjigi. Ko sem jaz tam sedela v Angliji, v bolnici, ker je takrat moj fant je v bistvu prišel k meni na obisk in pol se je tam zgodila ta nesreča in on je zdaj tam v komi. Pa zdrav, mlad. Pač. In dojamem, da smo zdaj isti datum, kot je umrl soplesavc. Sicer pol fant ni umrl na isti dan, ampak vedno takrat se mi je zdel, ne, to no way. Mene je to v bistvu pomiril, ker se mi je zdel, to se pač ne bo zgodilo. Ja, in pol se nekako tako podobno je in je siguren. Mene je kar nekaj časa zelo močno takrat dajalo to vprašanje, da je on umrl gor v Angliji, da so njegovi starši prišli gor, da so njegovi prijatelji prišli gor. Meni se je zdel to na nek način tako sebično reči, to je bilo zaradi mene, ampak ja, meni se je zdel,
pač, če ne bi bilo mene, on mogoče ne bi prišel v Anglijo, mogoče ne bi imel tega napada. A se je to zgodilo zaradi mene? Če verjamem, recimo, da ti življenje neke preizkušnje prenese na pot z nekim namenom, a je moje življenje zdaj povzročilo, da se je to njima zgodilo, ne? In iskreno glede tega vprašanja pač ni odgovora. Tukaj samo jaz sem skozi nek čas ugotovila, da lahko se zdaj cel life to sprašujem, ampak nikoli ne bo odgovora. Noben mi ne more reči, kriva si, ali pa odgovorna si, ali pa nisi. A ne, pač sprijaznaš se, da to se je zgodilo, odgovora na to, a bi lahko kaj drugače naredil, a bi lahko preprečil te dogodke, ga pač ne bo. In takrat se začneš zavestno usmerjati, pač da si hvaležen za to, kar si imel priložnost doživeti s temi osebami, in da je to smer, v katero želiš iti, ker to skrivdo, pač to je tako spiralno navzdol in čist nič v bistvu na koncu ne dobiš od tega. Ne? Nisi na koncu boljši človek, ker cel dan razmišljaš, jaz skrivam. Počutiš se slabš, z drugimi si težji, ker pač te daje ta krivda, ne? In se pač počutiš se slabo, manj vredno ali pa nič vredno. Ja. Meni se zdi celo to, da ljudje to da potrebujejo, to, kar si zdaj rekla. Iz mojih izkušenj, iz klinike, ne, ko recimo kličeš kakšnega svojca, ali pride na urgenco, pripelje sin mamo, babico, ne, in mu pol poveš, lejte, stanje je zelo resno, ne, okužba je slaba in tako. In pol, to je to vprašanje, kaj če bi jo jaz včeraj pripeljal, ne, včeraj mi je rekla, da je slabo, a bi bilo drugače, a če bi jo jaz lani cepil za gripo, a pa ne bi, pa včeraj sem bila na avtobusu, namesto da sem jo peljal s taksijem, pa en tam kašlu, ali lahko to dobila. In tukaj tudi, če nekako znaš kot zdravnik odgovoriti, včasih veš, recimo, da nekako v prvem tednu moraš hitro zdraviti sepso, če ne, na ta način, ampak jaz vedno rečem, da to v bistvu nima nobene veze ta trenutek, da ta trenutek gledamo, kaj se še lahko zgodi, a ne, še dobro, da ste jo pripeljali. Zdaj, če ima neko nalezljivo bolezen, lahko poveš, kaj zdaj, ne, recimo, vi se cepite, vi se zaščitite, ne vem, izolirite njegovo ženo, ne sme priti na obisk ta trenutek, tako, ne. Ampak ljudje to iščejo, nekako želijo, ne, da boš, po mojem to želijo, ne, da boš rekel, ne bi mogel narediti ničesar. Kar pa spet, jaz ne moram reči, ker ne vem. Jaz pač vedno rečem, naredili ste vse, pripeljali ste jo, zdaj bomo mi naredili svoj del, ne, in se mi zdi, da ta krivda te, kot si rekel, te žre in nima nobenega doprinosa. Ne. Si ti mogoče nekoga pogrešaš, pa iz tega pogrešanja pride neka umetnost, mogoče kaj napišeš, mogoče čutiš se ga, spominjaš lepo. Ne bom rekel, da je brez veze, da si ti žalosten, če ti nekdo blizu umre. Ampak eno je žalost, drugo je pa ta krivda. In ja, se mi zdi pa razumljivo, vsak po moje lažje, če bi lahko s prstom vedno pokazal, ne? In vedel, saj meni se je tako velikrat zdel. Ne mi en pove, za koliko sem kriva jaz, koliko se rabam zdaj prežreti, pa presekirati, ne? In pol bom to oddelala in prav tako, ne. Ampak recimo zdaj sem pomislila, ko si to razlagal, je bilo pa v tej smrti fanta, so bili trenutki, ko sem pa pomislila, če že se krivima, ne, pa iščem, kaj vse je bilo narobe zaradi mene, lahko so prišli dnevi, ko sem pa pomislila, se je pa to zgodilo v Angliji, v mestu, kjer je bila svetovno znana bolnica za srce, in šlo je bilo še tako, da njemu so pol v bistvu posthumno dela raziskave tukaj v Sloveniji in gor. In ta ARVD sindrom, zaradi katerega so znane pol tako kakšne nenadne smrti športnikov, to so odkrili samo v Angliji. Kar je bilo tudi tako nekaj malo nepojasneno, ampak se pravi, če bi se to zgodilo v Sloveniji, mogoče bi bila to še ena zgodba, kjer res ne je bilo nobenega razloga, ne, tako pa nam je na koncu bila pol, oziroma predvsem njegovi družini dana neka logična razlaga in tudi nekako razumljiva zgodba, zakaj, da je pač to nek sindrom, ki se ga v bistvu ki se ga pred smrtjo velikrat ne odkrije, ne. Se pravi, da bi težko karkoli naredil. Ja, to sem hotel reči, kar si rekla prej, da nikoli ne boš imela odgovora, kako si kriva, ker je prišel v Anglijo, da pač ta sindrom imaš v kjerikoli državi. No, če nekako se je začel v njegovih genih že dosti preden, da je spoznal. Je pa to noro, ne, tudi to, s temi datumi, ko si rekla, da je ta tvoj soplesalec, ki je bil še mlajši, za katerega pa ni pojasnjeno, ne? Ja, ne. Smrt.
da je na isti dan, ko je potem toliko let kasneje bil ta drugi komi. To se res tako bere zelo pretresljivo. No? In kar je zanimivo, je, da to bereš v knjigi o v bistvu duševnem zdravju, in pol tudi vidiš recimo tebe, ki si pač zdaj, to je tvoja tretja knjiga, zdaj si tudi podcaster, kar ratala, si nagrajena grafična oblikovalka, se o tem še kaj vprašal, pa se ti pol nekako da neko upanje, no, že to samo po sebi, ker to bi lahko bilo zadnje poglavje ene knjige o izzivih in stresu, recimo, in bi te pretreslo in bi ti dalo razmišljati, ti pa greš iz tega v bistvu pol naprej. In je ta drugi del knjige zelo pomirujoč, ampak obenem sem pa tako, veš, mislim, človek, pa se veš, bereš rad thrillerje in tako, in ta akcija, ki je bila tam, jaz sem kar bral tisto poglavje in sem bil tako, wow, kaj se je tebi vse zgodilo. In pa si, tako, kada si želiš neko film do konca, da vidiš razplet, kako je zdaj Vida prišla do tega, da je napisala knjigo z naslovom Vse je v redu. To se mi zdi tako prelomno, ne vem. Sem rekel, to te moram vprašati. Ja, drugače ta naslov, to je prišlo zelo pol, ko sem se jaz kasneje začela srečevati zdaj, oziroma zadnjih par let z intenzivno tesnobo. In meni je velikrat fant rekel, vse bo v redu. In jaz sem njega tako, ga še vedno imam zelo tako zatrdno osebo in on je mene znal res v enem stavku, če sem imela jaz neko paniko, in on mene sam pogledal in rekel, ne, pač vse je v redu, In to je bila oseba, ki jaz toliko verjamem, da on je mene s tem stavkom pač umiril, takoj. In jaz velikrat sem si pol tudi poskušala sama dati ta stavek kot neko mantro, pa se pomirjati. Ampak meni je skozi bolj odzvanjal stavek, vse bo v redu. In sem se s tem mirila, saj bo vse v redu. In tudi to, še to moram zdaj zrihtati, narediti ali kakorkoli, in potem bo vse v redu. Ko ne bom več imela paničnih napadov, ko se reši XY, bo vse v redu. In pol, ko sem tekom tega potovanja oziroma iskanja nekih rešitev okoli tesnobe in soočanja s temi strahovi, ugotovila, da se v bistvu tesnoba rojeva, ki si z mislimi preveč v prihodnosti, sem pol povezala to tudi s tem stavkom, vse bo v redu, in ga začela počasi spreminjati v vse je v redu zdaj. Ja, ena tehnika, ki sem jo prebral v tvoji knjigi in mi je zelo ljuba, in sem si jo zapomnil, sem jo že parkrat uporabil. Čeprav poznam tega avtorja, pa nisem poznal Eckhart Tolle, ki je v knjigi zdaj napisal, da če imaš te misli, kako bo enkrat v redu, pa kako bo nek projekt velik, pa kako bo nek stresor, recimo razmišljaš, kako imaš jutri nek pomemben sestank, se lahko vprašaš, kaj točno me ogroža v točno tem trenutku. Točno zdaj, ko ni še tega sestanka, pa ni projekta, pa nimam še tistega izvida, kaj je narobe. In pol velikrat vidiš, da sediš v sobi in je tako toplo in udobno je, in tle nek človek, ki ga imaš rad zraven, sedi ali pa kuha neka jajca, si delata za večerjo in je vse v redu. In mogoče bo ta izziv prišel, in se boš spopadal, pač takrat, to mi je tudi ena tako dobra stvar, ki sem jo nekako imel v glavi že skozi, ampak si jo ti dala na papir, kako v času, ko mislim, da si prav izpisal se pravi, to je ravno to poglavje prepuščanje, ko govoriš o tej izgubi, o smrti, ta tek na avtobus, mislim, tako ful dramatično, in pol si napisala, izredne razmere nas vrnejo v sedanjost, takrat ni časa za strah pred nečim, kar se morda bo ali ne bo zgodilo. Prav tako ni časa za razmišljanje, kako bi bilo, če bi se nekaj, kar se je že zgodilo, odvilo drugače. Se pravi, tesnoba se v situacijah, ki od nas zahtevajo prisotnost, umakne. To se mi zdi tako važna misel. Ja, in tudi jaz, če bi meni zdaj en rekel, enkrat v življenju se ti bo zgodilo, da bo tvoj bližnji v umetni komi in tam boste 10 dni boš čakala, kaj se bo s tem razpletel. Meni bi rekla, meni se bo njih 10 dni zmešala. Ampak takrat, ko se je pa to dogajalo, je bil pa v bistvu življenje na nek način zelo enostaven. Zjutraj sem vstala, sem se oblekla, tam so bili še njegovi starši, pa moji starši, in smo šli v bolnico in smo bili cel dan tam v bolnici. Pač en dan dobili novice, en dan ne, en dan slabe, dobre, in pač dan se je zaključil. In je bilo, pač vse je bilo podrejeno temu. In ko se je to odvijalo, si bil čist prisoten v tistem sedanjem trenutku. Ko so dali neko novico, smo se takrat soočali,
je kazalo že, da bo boljš, ga bomo premestili v Slovenijo, pa je bilo slabš, pa je to bilo polno nemogoče, okay, kaj bomo zdaj. Se mi zdi, da tesnoba je pa velikrat, ko zdaj razmišljaš, v danem trenutku razmišljaš, kaj bo, če bo to, ne? In se ti zdi, ne, to ne bo mogoče. Takrat, ko se pa nekaj groznega dogaja, pa sem prepričan, da ti kot zdravnik pri sebi v službi ali pa pri kolegih, jaz si predstavljam, če ne bi tako bilo, da v tistem trenutku, ko res rabimo se mi odzvati, če ne bi takrat telo te na nek način, a te šlo pa adrenalina, ne vem kaj, kako bi sicer ljudje operirali, pa srčne bolnike, pa tam imaš nekaj pred tabo, nujno rab zdaj tvojo pozornost, in takrat pač ti delaš to, kar si se prej učil. V duševni stiski se mi zdi pa, da vsaj po mojih izkušnjah je bilo najtežji, ali vse tako kot rečejo, depresija je, ko si preveč z mislimi v preteklosti, anksioznost je pa, ko si z mislimi preveč v prihodnosti. In ja, na koncu gotoviš, da velikrat v sedanjem trenutku, ko te mogoče nekaj skrbi, je pa v resnici vse ok. Tisto, kar se bo pa zgodil, mene zelo pomirja ta misel, da pač se bom s tem soočila takrat, ko pride. Ne moram se zdaj na rezervo pripraviti, kako bom nekaj naredila. Ne? V bistvu največ lahko naredim, da se v sedanjem trenutku umirjam, da imam neke veščine, kako in da se zavedam, da mi recimo umirjeno pa globoko dihanje, da mi pomaga. In takrat, ko bo tista stiska, ko bo prišla, če bo prišla, se bom v tistem trenutku pomislila, ok, kaj mi zdaj lahko pomaga, a nekoga pokličem, a rabam več upore, a sem v neki situaciji, ki jo lahko spremenim, ali lahko spremenim sam neko svoje doživljanje navznoter. Kaj se mi zdi tukaj zelo dobro, ker v bistvu s časom, če si zgradiš zaupanje do sebe, ti je to še zmeraj lažje. Se pravi, če ti rečeš, ko to pride, bom to zrihtal. In recimo, da še nikoli, da si zdaj imela, kot jaz sem recimo na faksu prvič v življenju razvil te težave s spanjem, nikoli še nisem tega poznal in mi je bilo grozno težko. Ne? In ko enkrat daš določene stiske v življenju čez panike, tesnobe, žalosti, izgube, in zdaj si tukaj in vidiš, da si te to na nek način spremenilo, ampak si, ne vem, funkcionalen, si živ, je kot da bi si neke reference službene, lahko citiral. Ne vem, kot da bi banalno rekel, ko sem prvič kuhal jajca, me je bilo strah, da bom ga zažgal, in pol zdaj, ko sem jih skuhal, ne vem, 200,000 v življenju, ali je to preveč, ne vem, veliko sem jih naredil. In zdaj, ko si rečem, čez 2 dni si bom spekel jajc, me to ne skrbi več to, ker vem, da takrat prihodnji David bo pohendlil to. Ne? In na ta način jaz tudi zdaj, ko si rečem, super spim trenutno, koliko sem vesel, to mi pomeni največ na svetu, ampak vem, da bo prišlo neko obdobje, ko bom zaradi ene ali druge skrbi, lahko neke otipljive skrbi za nekega človeka, ki ga imam rad, ali pa zase, ali pa zaradi teh skrbi v glavi, spal spet slabše, si zdaj 100krat lažje rečem, to bom takrat zrihtal, kot sem si to rekel takrat na faksu. Takrat na faksu, ko sem imel malo boljše obdobje, je v meni bil skozi ta grozljiv strah, da se bo to obdobje enkrat končalo, čeprav se vse končane. In s tem, ko si pa ti recimo to videla za nazaj, da ste takrat bili popolnoma prisotni, kljub tej življenji mladega človeka, ki se je tam pred vami pač bilo na nitki in si lahko funkcionirala, nisi umrla, nisi padla po tleh. Nekako je to referenca za to, da če prije neka huda stiska, si lahko zaupaš. Ker ljudje si to kdaj ne zaupamo, to kot si rekla. Razmišljaš naprej, pa si rečeš, če se to zgodi, bo mene raznesel, jaz pač ne bom zdržal. In jaz sem se s tesnobo pa s temi paničnimi napadi začela srečevati po izgorelosti, se pravi, to je bilo že leta po tej smrti. In se pravi, jaz sem že imela to težko izkušnjo za sabo, pa so se pol je prišlo obdobje, ko so bili zelo močno prisotni, je bil prisoten ta strah, a bom sfurala, a bom zmogla, kaj če bom imela panični napad, kaj če bom imela panični napad v hribih, kaj če bom sama, kako bom. Zdaj pa si velikrat tudi to spomnim, a ne tako, kot bi rekel, tokrat si naredil jajca in kdaj vmes si jih tudi zasrov in pač ni bilo konc sveta. Tudi če, ne vem, vse tako, kot tudi ti pišeš v knjigi, da ugotoviš, da tudi če je neprespana noč ali pa neprespano obdobje, da preživiš in ni tako, da ti bo vse razpadalo, da ti bo odnosi razpadali, v službo ne boš mogel hoditi, ne, ugotoviš, da tudi kljub temu težkemu obdobju se zavedaš, ok, so zdaj neke težje okoliščine, ampak v bistvu uspeš življenje furati naprej. To je ful smešno, ker v bistvu lahko, da se začneš tako obnašati in ne boš imel zaradi tega manj paničnih napadov, neprespanih noči, najbrž boš, če se boš umiril, ampak tudi če ne, v resnici gre za odnos do te stiske, to kot jaz dam v knjigi primer
ki mi je zelo ljub iz čuječnosti, ta teorija dveh puščic. Ne? Če te zadane prva puščica, te zaboli, to so budisti imeli. In pol druga puščica je takrat, ko se ti začneš sekirati za to. Zakaj me boli, včeraj me ni, kdaj me spet ne bo, unga pa ne boli, ko me vsaj ne bi bolel, jaz to želim, da me ne bi bolel. In to imaš pri bolečini, pri tesnobi, pri spanju, pri izgubi tudi. Zakaj, kako si želim, da ne, če vsaj. In to pač tebe bo bolelo, če ti nek bližnji človek umre, ne? Ampak to je pa ekstra bolečina. To, če bi vsaj, če bi on šel na en vlak kasneje, če bi ona. Ne? In to je tisto, kar se naučiš v življenju, ne? Kako se spoprijemati s temi stiskami, ker ljudje si želimo ob neki psihični stiski, se mi zdi to odpraviti. Ne? Povej mi tehniko, da ne bom žalosten, jezen, neprespan. Ne? Je pa to tudi ti pišeš tako dobro, da ti je bilo težko reči, ker so ti rekli, ti moraš sprejeti to tesnobo. Ja. Kako sprejeti, jaz nočem tako živeti. Ne? In še, noben drug ne ve, koliko daleč v tej tesnobi si ti zdaj. Ja. Jaz sem pol na nekem tem obdobju, ko je bilo te tesnobe veliko, šla nazaj v psihoterapijo. In jaz se spomnim, ko sem šla, sem recala svojo terapeutko in pol so rekla, ok, začniva novo obdobje, kaj sem tako, da ponavadi grem, kaj je neka recimo stiska, pa hodim neko obdobje, pa zaključim. In jaz sem šla tja s ciljem, ko itak je bil že mal padec, spet sem mogla na terapijo, spet mi nekaj ne gre, ampak zaključila bom to obdobje terapije, ko tesnobe ne bo več. Jaz bom zdaj enkrat zavedno s tem, to bom obdelala. In jaz sem si sigurno tekom tega obdobja najbolj želela, da mi 10 korakov, ki jih moram narediti, in jaz jih bom naredila. Jaz vem, da sem ta predana oseba, ki se bo zavzela, ampak da mi 10 korakov. In takrat velikrat mi je kdo pri tesnobi rekel, ja, tesnobo je treba sprejeti. In kaj to pomeni sprejeti, kako ne je zdaj to življenje, kjer se zbujam že v strahu, tako skozi sem v nekem krču. Jaz sem mislila, da mi nekdo reče, da moram to sprejeti, da to pomeni, pač tako boš živela do konca, zavedno in moraš se naučiti, da ti je v tem dobro. In meni ni bilo dobro. Tako da sem ampak pol s časom sem malo bolj razumela tudi to, kaj. Ja, jaz sem se vsem tesnobe pa lotila bolj na svoj način, je bil tak bolj aktiven, in sem šla v terapijo in še nekako več časa sem začela namenjati in športu in zdravi prehrani in pač prepoznavanju teh svojih misli, pa kako delati z mislimi in jih usmerjati. Ja, in s časom prišla tudi do tega, da zdaj lahko kot tesnoba pride, ampak zdaj je veliko manj, zdaj jo znam sprejeti, če pride pa si reči, ok, si tukaj zdaj tesnoba. Sigurno pa jaz ne bi rekla nekomu, ki je v intenzivni tesnobi, da bi mu rekla, ja, to rabiš zdaj samo sprejeti. To je ta malo taka nejasna, mislim, tako je smešen odnos, ker ti nekomu rečeš, naj ti ne bo za cilj, da tesnoba zgine, mora ti biti za cilj sprejemanje, ampak posledica tega sprejemanja bo nižja tesnoba. Ne? Se pravi, to je tudi pri meditaciji, ki rečeš pri čuječnosti, ne zdaj si želeti, da boš miren. Ne pričakovati ničesar, ampak obenem boš miren, ampak ne pričakovati tega. Pa še tako, itak greš, jaz grem velikrat meditirati s tem namenom, da bom bolj mirna. Splošno, kako naj zdaj meditiram, da ne bom, in si ne želim, da bom mirna, če pa grem to početi s tem namenom. Ja. To je tako, ja. Sicer rekla si, da ti delaš kot tehnike, če mi poveš, recimo, da ti pomaga, ko imaš neke te črne misli, ko te prime, imaš neke dihalne vaje, ki delaš, kako to izgleda? A to si sama, a to si preko terapeutke? Ker veliko tu daješ pomena, se mi zdi, in pišeš tako zelo lepo o psihoterapiji. A to si se sama tako naučila, prizemljila, ali si se naučila s pomočjo koga? Veliko sem tudi brala od tega, pa sem brala tudi tvojo knjigo, a veš pa veliko bereš neke druge avtorje. In ugotoviš, vsak ima mogoče, saj kar se tiče teh dihalnih vaj, mogoče malo drugačne številke ali pa drugače pomenuje, ampak meni je zelo pomagala ta misel, da če ti podaljšaš izdih, se boš pomiril. Se pravi, daljši kot bo izdih, nekako bolj se bo tvoje telo umirilo in to je bil meni en tok lep fakt. To mi je bilo pa skoraj tako teh 10 stvari, ki jih lahko naredim, da bom boljša. Se pravi, često opazim, da sem mogoče tesnobna ali pa nemirna in zdaj se samo usmeram, da jaz si najraje štejem vdih, recimo štejem do 4 in potem izdihujem 6. Pol pa to skozi podaljšujem, se pravi, daljši kot bo izdih, bolj bom umirjena in to, kadarkoli naredim, čist vedno je to delovalo. Sej ne bo se spremenil svet, ne bo se mi življenje obrnilo na glavo, ampak v tistem danem trenutku mi ta ena tako enostavna vaja pomaga, da se mi malo že bitje srca umiri, da nisem tako nemirna.
Zelo se pa spomnim, da mi je terapeutka velikrat rekla to, da se povezuješ s svojim telesom, se pravi v smislu, ki je prišla neka tesnoba, namesto da sem jaz zdaj opazovala svoje misli, aha, to me skrbi, ta strah imam, kaj zdaj s tem, me je usmerila, da sem pomislila, kje je zdaj ta strah v mojem telesu, a to čutim, ko imam napeta ramena, ali me trebuh boli, a stiskam stegenske mišice in avtomatsko sem se s tem malo iz misli premaknila v telo, sicer se mi je vedno zdaj pomembno poudariti, govorila sem pol s kom, ki je pa rekel, da je pa njegova tesnoba se rojevala v telesu, v smislu, je imel neke simptome in je pomislil, ok, to nekaj ni v redu, to je rak, umrl bom. Jaz nisem imela te tesnobe, meni se ni strah rojeval na simptome in sem bila prej zelo odtujena od telesa. In mi je to, da sem se povezvala s telesom, pa prepoznavala, kje se nek občutek nahaja, meni to pomagalo. Ni pa za vse enako. To je, se mi zdi, važno sporočilo, kaj si rekla, ker s tem, ko lociraš nek občutek, vidiš, da je del tebe in da ni to cela tvoja izkušnja. Zato, ker prebral sem en krasen primer, je napisala ena mamica, kako je ratala šola kvalitetna, da je njeni hčerki rekla učiteljica, ko ti čutiš jezo, si predstavlja to kot ribo v ribniku, ki je ful plava, tako rdeča je, in se moraš zavedati, da si ti ribnik. Ti nisi ta riba. Se pravi, tam je marsikaj in ta je zdaj prisotna in tam drvi. In to se mi je zdela tako ful krasna primerjava, kako lahko nekaj čutiš, pa še vedno ni to vse, kar si. Celo v angleškem enem predavanju o čuječnosti so rekli, da namesto da rečeš I feel anger, namesto da rečeš I am angry, rečeš I feel anger. Ker tudi, ko jezdiš konja, rečeš I am riding a horse, ne I am a horse. Ne. Pač ampak to so te neke veščine, se mi zdi, da Sara Isakovič o tem veliko in zelo lepo govori. Mali koraki, kako se naučiti. Namesto da rečeš tesnoben sem, rečeš, zdaj se počutim tesnobno ali pa občutim tesnobo in takoj imaš ali pa, ne vem, te prešine misel, tako bo zavedno. In da ne vzameš tega zdaj kot fakt, ampak rečeš, aha, prešina me je misel, prešino me je nek neprijeten občutek, strah, ki mi pravi, da bo za zmeri tako. Ampak pač veš, da to je misel, tako kot je občutek in ta misel bo šla in ni treba, da se zdaj počutim, da ta misel je resnična in res bo zavedno to težko. Ni vedno resnična, to se mi zdi, da mi dajo to ta glas v glavi, jemljamo kot nek modrec, ki ima vse prav, ki bi vsaj imel, veš, pa bi marsikaj v življenju vedel. Ampak to daje so totalne bedarije, kot sem jaz pomislil v prvem 2 mesecih življenja moje hčerke, nikoli več ne bom naspan, nikoli več ne bom potoval, zdaj potujemo skupaj, najlepši na svetu je. Pač ko se mi zdi vedno biti skeptičen, pa to, kar si rekla, živ je misel, pa bo pač šla. Je ta neka zdrava skepsa. A si ti kdaj razmišljala, da bi delala da bi študirala psihologijo, recimo? Kaj neko zanimanje more biti. Se vem, da si šla iz vidika, rada bi si pomagala najbrž, vse to brat, ampak tako, ko bereš, ko o tem govoriš, se mi zdi, da mora biti neko zanimanje zadaj. Jaz drugače bi, ko sem šla študirati v Anglijo, ampak če bi ostala tukaj, prvo mesto je bila fizioterapija, drugo pa psihologija. Tako da mene je sigurno že od nekdaj duša in telo. Me zanimalo. Si zelo puščam odprte možnosti, da bi šla enkrat to študirati. Si tudi zelo puščam odprte možnosti, da bi šla študirati in tega ne delala, ampak samo šla študirati, ker me to zelo, zelo, zelo zanima in itak veliko berem o tem. In že kar nekaj časa govorim, če bi kdaj naredila premik, kar se tiče svojega dela, bi to skoraj sigurno bilo v smer psihoterapije. Delaš pa kot grafična oblikovalka. Se bo še vrnila na knjige, ampak le bi te pol to malo vprašal. A si ti ena tistih ljudi, ki reče, moja služba je moja ljubezen in strast in se tako preko ustvarjanja tudi razvijaš, pomirjaš, uživaš v tem, ali ločaš to pač. Zdaj se bom usedla, oblikovala, risala, konc sem z delom, pustimo te oblikovanja, vse, nočem več o tem razmišljati, grem pač nek hobi početi. Drugače, kar si rekel, za bojem sem se strinjala. Po eni strani zelo uživam v svojem delu, ampak sem se pa naučila sploh po izgorelosti imeti zelo jasno mejo, kdaj se zapre računalnik. In pač je neko obdobje v dnevu, ko je čas za delo, in namensko zdaj popoldne delam stvari, še vedno so lahko ustvarjalne, pa poslušam podcast, pa se o tem izobražujem, ampak če ni mogoče je tukaj kriterij, da ni z nekim namenom, da ni z namenom, mora biti rezultat na koncu, mora biti neko delo, ampak jaz sem čist, ker me zanima, se pa zavedam, da sem bolj nagnjena k temu, da bi pač pretirano delala in veliko svojega časa posvetila temu, tako da se
kar zavestno pač skrbim, da so v dnevu aktivnosti, ki nimajo veze tudi z ustvarjalnostjo, čeprav je lahko ustvarjalnost tudi nenujno povezana z delom. Lih obratno, ja. Ker jaz pa zelo skrbim, da bi imel čas za ustvarjalnost, ne? Ker je naša služba zelo didaktična in ponovadi ni zelo ustvarjalna. Se pravi, ja, zanimivo je v resnici to, kako delaš najbrž večino časa pač tako, kad ti delaš nekaj takega kot recimo oblikovanje ali pa podcastanje, influencerji, YouTube videi, kreatorji, se mi zdi, da pa ljudje dobijo občutek, da delaš samo, kar ti je všeč. V resnici pa je to, se mi zdi, od človeka do človeka različno. Ne? Nekateri delajo pač po sili razmer, sprejmeš pač kar tisti trenutek plača, če hočeš preživeti. Sem pa tudi videl, kakšne YouTube, recimo par kanalov spremljam in je tudi en bil, ki je rekel, jaz sem zdaj zelo slabega tako nekak položaja v življenju, imam težke obdobje in mi ne paše objavljati in ni objavil, ne vem, nekaj časa, 2 tedna videa in takrat se spomnim, da sem pomislil, blago njemu, a veš, kakšno je pa to služba, kaj pa je z njim, ne? Če jaz, kolikrat sem meni ne dal ob 6:20 vstati, pa iti s kolesom v klinični center, pa grem, veš, ko sem bil defenziven, kaj zdaj on tle neki, ali ni to njegov šiht, ne? Pa naj snema on slabe volje. Je mogoče tle malo drugačne, on, ko nastopaš, ne moreš nastopati, pač da boš vse zamoril. Čeprav, a lahko si pa zdravnik, pa si tako. Nažalost, ja. Nažalost smo in so. Kdaj prideš utrujen od doma stiske, pripeleš dvome. Ali si imel pa meni to najhuj, ko imaš kakšen zaplet pri bolniku, ki se ti vleče še 3-4 dni, 2 tedna, čakaš, kaj bo, če bo, in vmes skozi moraš delati, če isti dan moraš delati naprej. In ne moreš pozabiti tistega in skozi o tem razmišljaš in to vlečeš za sabo, to je meni nekaj najhujšega. No, in meni je tudi to nekaj, kar je pa tudi meni nepredstavljivega. Pač nimam tega in si ne predstavljam, kako ali pa ne vem, še nekdo, ki gre pa recimo pol operirati, se pravi, on ima že v glavi nekega tega pacienta, ki gre mogoče nekaj narobe, zdaj se mora pa še zbrati, da gre operirati, ali pa ti, ki razlagaš, da si dežuren 24 ur, ampak zdaj moraš še malo delati, ne greš domov počivati. Ampak tle je tudi ta element krivde, ki pa je, to je pa huda krivda, ker je krivda v resnici nekako na mestu. Imaš ti zaplet, ne? Recimo, daš zdravilo in 3% ljudi bo alergičnih, ker ne veš, ne moreš vedeti, kdo bo in on je in ima nek hud zaplet, ampak imaš pa enostavno se zmotiš. A veš, ne pomisliš, spregledaš, pozabiš, zamenjaš imena v glavi teh 1000 zdravil in takrat si pač ti kriv. A veš, če bi en drug bil tam in bi to pomislil, ali pa če bi ti bolj pomislil drugače, bi ta človek pač se mu boljše išlo. Kako pa ti s temi mislimi pol upravljaš? Ja, to je zelo, zelo težko. In tukaj jaz grem prva in vedno stvar, ki si jo vedno rečem, je bodi zdaj tle podporen do sebe. Ker če greš tle v to idiot, koliko si nesposoben, kjerkoli drug zdravnik bi ta človek, ki zdaj ne bi bil toliko bolan, bi ga prej rešil, bi mu prej to dal, zdaj je dobil 24 ur, recimo, je prepozen zdravilo, ker nisi tam, ker si podajško. To pa je res, da sem pozabil, a veš, pa mogoče kdo drug ne bi. Se je, ampak to je toliko destruktivno in toliko nikomur ne pomaga. In tle moram pohvaliti tudi stroko nekako našo in tudi težko, pa se pač razišče, kaj je bilo, imaš pač odklon, se temu reče, kaj je bila posledica in kaj se je zgodilo, imaš pač pogovore z nekimi šefi in z mentorji in tako. Ampak te pogovori so vedno usmerjeni v to, kako se to minimalizira, možno se to ponovi. Kaj lahko naredimo za naprej? Nikoli ni, kaj si delal, kako si to lahko, a nisi pomislil, a veš, tako. Ker to v resnici, mislim, vse vsakmu, nobenemu ni vse en. A veš, ne bom prišel na ta razgovor, pa dajmo hiter, jaz sem pač takrat sem bil utrujen, pa kaj ne bom več. A veš, ful ti ni vse en. In ti se pač doma, tudi če si prijazen do sebe in če si rečeš... Se še vseeno obremenjuješ. Iskreno si rečeš, vsakemu se kdaj zgodi na žalost. Pri nas imamo tako službo, kjer ne sme biti napak, ampak seveda vedno bojo, ampak obenem jih ne sme biti. In to je grozen. In pol vsi pogovori, tudi navzven so povezani s tem, a je takrat bilo kaj, a si hitel, ne boš hitel, to, a si bil neprespan, a ne vem, si bil 3-krat dežuren, mogoče to ni bilo v redu. A veš, kaj lahko narediš in kaj boš vedno pomislil in ti pa rečem, da to si pa toliko zapomniš kot nobene knjige, nič, kar si se naučil.
A veš, da nikoli ne narediš več kaj tazga. Je pa to, meni pač sem zelo vesel in srečen, da ni pač bilo recimo take posledice, da bi mi bolnik zaradi kakšne napake umrl, ampak že tako, ko je recimo kakšno poslabšanje stanja ali pa nekaj, ker veš, da ni bilo varno, pa bi lahko bilo slabše, to traja in enostavno nič mi ne pomaga, razen čas, se mi zdi takrat. To more malo s časom se umakniti. In moraš razdelati in moraš imeti te pogovore in vse mora biti zapisan. Spomnim se pri eni bolnici, ko sem se tudi pač šel pol opravičiti, ko je bila presep in je bila v redu, hvala Bogu, res je bila v redu in sem pač šel vse povedati, kaj se je zgodilo. In to se tako spomnim, še sem tam prišel, to je bilo zame najbolj pomemben moment tistega meseca. Vse povem, to je bilo, smo hiteli, nisem videl, sem dal ta odmer, ki je meni res žal, da ste to in ona tako mi gledala, tako, dobro, hvala, saj noč tazga. In sem kako noč tazga, veš, a ti razumeš, da sem jaz naredil toliko neumno napako, ker sem imel gužvo in ker sem hotel, veš, in ona je bila pa tako, hvala, to ste pa lepo, v redu je. In mogoče mi je to malo perspektivo postavila to, kako vseeno smo do sebe še vedno. Najbolj strogi. Čeprav pri teh stvarih je prav, veš, vseeno, ko pride do tebe človek in si ti odgovoren za njegovo zdravje, imaš ti neko znanje, takrat pač moraš biti strog do sebe. Takrat ti, tudi če si utrujen, pa tudi če te skrbi doma, da ne vem, si se skregal s partnerko, da ne vem, kaj ima otrok angino, ni to noben izgovor. Tako da toliko o tej krivdi še spet par stvari. Ena stvar, če grem malo nazaj na tvoje oblikovanje, ko sem si izpisal, kam je bilo full fajn. In sicer verjamem, da ne ustvarjam idej, tako kot deskar na vodi ne ustvarja valov, ampak jih jezdi. A to tudi za te projekte tvoje službene, recimo ti reče neka firma, mi bi, ne vem, logo. A ti to narediš tako, da se usedeš, pa brainstormaš, pa rišeš, a greš tako na sprehod, pa počakaš inspiracijo? Drugače, kakor kdaj, ampak moram reči, da za projekte za naročnike sem zdaj dosti zverzirana in ponavadi je nek brief, ne? In jaz skupaj z naročniki ponavadi imam nek vprašalnik in skupaj mi oni govorijo malo o tej znamki in oni včasih že, ko mi govorijo, se mi pač prikazujejo neke vizualne interpretacije tega, kar mi govorijo. Je pa vseeno oblikovanje dosti bolj nekako gre lahko metodično. Ne? Recimo, ko sem delala naslovnico za tvojo knjigo, jaz berem knjigo in jaz že, ko berem knjigo, pač so noter, ene stvari so bolj vizualne, ki jih da se upodobati, ene so manj. In mislim, da ko sem delala ideje za naslovnico, pač sem imela tako, ne vem, nekih 5 slik sem jih imela, med drugimi ta gora od te meditacije, drugo je bilo pač, ne vem, neko morje, ptica, nekaj, da gre na tak občutek lahkotnosti. Se pravi, jaz imam svojo vlogo zelo v tem, da neke ideje, neke besede, da njim dam vizualno podobo. Ne? In se mi zdi, da s časom... Pri knjigi se mi zdi to sploh pomembno. Ne? Ja, a ne, ti v bistvu kupujemo knjige v platnicah. Jaz vem, da dostkrat jih, ne, in se ni treba, da ne moreš platnico veliko povedati o knjigi, sigurno je pa fajn, da vsaj tisto, kar poveš, pa da je skladno z osebino. To je res in tudi kdaj ne kupuješ. Mislim, jaz se spomnim, bil sem na knjižnem sejmu in sem videl eno knjigo, ki jo želim prebrati, ena fantazijska. In jaz to, super, pa fantazijska imam jaz rad v fizični obliki, ker imam eno polico, kjer pa polih izlagam in tako. In vzamem tisto roko in ti povem, da sem gledal tisto in sem rekel, jaz bom to na Kindle si, ker pa pač tudi e-bralnik si bom pač kupil tam. Tako ne samo, da je bilo naslovnica čist banalna, ampak tako čez pol naslovnice je pisal now a Netflix special soon to be. Sem bil tako, to bom zdaj še doma, bom na polici bom vzel knjigo in pisal, da lahko gledam televizijo. In mi je zdaj to glupo, da me sama platnica, tukaj se mi zdi velik marketing fail v resnici. Se daš ti neko, tukaj imaš folijo čez knjigo, pa gor napopi tisti Netflix, če hočeš, da bo to koga prepričal, če kdo za to bere. Ne? Ampak se mi je zdaj tako brez. No, zdaj ti lahko vprašam, obe moje knjigi si v resnici dizajnala, a si dobila kakšen brief od založbe, zdaj mi lahko poveš, kaj more in kaj ne sme biti. Drugače, za drugo sigurno ne. Drugo so mi sam poslali vsebino in sem jo prebrala, za prvo pa ne vem, to se zdaj ne spomnim, smo pred ustvarjanjem ali pol govorili, vem, da smo dorekli, da ne bomo dali korone na naslovnico, ne? Da ne bomo neki virusa. To so mi že tako rekli, da ni pametno. To, da smo pa pol dorekli, da bo portret, pa v bistvu ne vem, smo
se zdaj ne spomnim, bi mogla prav pogledati, ali smo odaj poskušali kakšne druge smeri, ali smo šli takoj v portret. Jaz spomnim, da so mene vprašali, če bi imel svojo sliko. Pa sem rekel, da mi je ful neprijetno to, da ne bi imel slike na naslovnici. Pa mislim, da me je urednica Urška, da me je vprašala, kaj pa če te vida nariše. Pa se mi je zdaj pa tako ful dobra ideja. To sem pa rekel, lahko probamo. No? Čeprav nikoli nisem bil čisto 100% za tem, da sem na naslovnici, ne vem. Mogoče, ker nisem nikoli imel knjige, kjer bi bil avtor. Ne vem, tako doma, ko sem pa malo razmišljal. Od knjig, ki sem jih bral, ne vem, če sem kdaj, pa veliko teh knjig v resnici, da so avtorji na naslovnici, ampak ne vem, ni mi bilo tako prijetno. Zdaj se mi je ful krasna naslovnica, se ti lahko povem, ampak druga mi je pa v resnici bila pol na koncu še bolj všečno. Ker je lih to, da tukaj se je neka ideja, pa se je, v moji prvi knjigi je tok iz mene in iz te moje izkušnje zdravnika, da je ta ideja pa zdravnika na naslovnici čisto legitimna. Ampak da bi pa samo zdaj na drugi pač se jaz smehljal iz naslovnice, kao zdaj te bom pomiril, se mi je zdaj pa ta element gore ful pomemben. No, ampak to je, se pravi, ti prebereš knjigo in potem vmes dobiš idejo. Ja, je pa, se mi zdi še bolj praktičen nek postopek, je pa tudi greš delati research, ne vem, to zdaj ne toliko za knjige, pač pri knjigah velikrat res preberem. Ja, za podjetja pa recimo, ne vem, oblikujem neko embalažo, pač greš valjda pogledati najprej, kako to podobno rešujejo drugi, a so neke barve, ki so primerne za to področje, a bomo zdaj šli s to barvo zato, ker je primerno, ali bomo šli jih namenoma v kontrasmer, da bomo drugačni. Ne? In začneš z nekim researchom, ne vem, izpisujem neke ideje ali pa malo skiciram in pol je to zelo tako tak proces, ki mu pač research, začetne ideje, eliminiranje idej tistih, ki niso dobre, shraniš tiste, ki imajo nek potencial, te razviješ, predebatiraš z naročnikom in gre tako zelo korak po koraku. Ne? Kar se tiče pa pisanja knjig, je pa vsaj pri meni zelo vedno so vse do zdaj so nastale kot reševanje svojih težav. Ne kot, se bom usedla, zdaj bi pa jaz napisala knjigo. Ne? Jaz si niti ne predstavljam, kako bi bilo pisati fikcijo. Lih to, se pravi, pri fikciji pa v bistvu se ti usedeš in ti si zdaj zamisliš nekega junaka, neko osrednjo zgodbo in mu začneš dodajati elemente in pa moraš poskrbeti, da je tam nek zaplet, pa da ne rečeš enkrat ima rjave lase, pa ima črne lase. Tega si pa v bistvu tako dosti ne predstavljam. Mi je veliko lažje pisati iz sebe. Zanimivo, ko si to rekla, ker jaz tudi obe knjigi, ki sem napisal, so bile zelo iz mene, ne? Pišem zdaj tretjo, ki bo spet podobna, ampak pišem pa tudi fikcijo. Se mi je zdelo, ker jaz si pa tebe predstavljam kot človeka, ki bi fikcijo tudi pisal. Pišem fikcijo že več kot 1 let. To mi je tak projekt, da veš, ki nima datuma, nisem si do nobenega roka, vem, da lahko še čakam, da lahko še pilim, ampak to je meni tako dobro. Lih to, kar si zdaj opisala, mi je tako najlepše, da si ti vsedeš in je tako prazna stran in pa napišeš nekaj in ko prebereš jutri še enkrat, si predstavljaš neko ulico, ki gre tak zelen smog ven in tam en hod, ki ima neko agendo in ima ime in šepa, zakaj šepa in ustvaril si in pa smo imeli testno branje s 5 prijatelji, prvih 100 strani tega romana. In veš, ko smo na glas brali, kar je tudi ful dobro, če kdaj kdo piše kaj ali pa tako in hočeš videti, če se vleče tvoje pisanje, preberi na glas. Ker bereš tako, malo skačeš pol naprej. Ko pa govoriš, pa ne moreš in pol, če poslušaš, pa si malo tako, dajmo malo hitrej, mogoče tam kaj za spremeniti. In pol, ko so to brali, so kar naenkrat oni bili del tega sveta, pa so bili tako, čigav je bil glas, misliš, da je od tega, kako je to, kaj bo tam. Je sicer to čisto drugače, se lahko sedem pa napišem 2 poglavja sive cone, recimo, iz sebe, tam pa to, ko si rekla, veš, imaš zapiske, imaš skice, aj mi unarjave lase, se nimam bav nečesa. No, kako si se batilo do te fikcijske? A si imel tako neko osrednjega karakterja? Jaz sem že 3 leta približno, sem imel v glavi eno zgodbo, ki se mi je porajala, veš, tako kot ko gledaš neko serijo, igraš igrice, neke računalniške filme, gledaš in pa imaš neko svojo idejo, kaj bi lahko bilo, se je meni razvila neka ideja, ki se je počasi pilila. In jaz sem si zabeležke delal na telefon kdaj, imena, obrate, in nikoli nisem rekel to vmes napisal, ker se mi je zdaj prvič, vedel sem, da ne bi mogel, mislim, da ne bi rad v slovenščini in mi je bilo že to dodaten izziv, a ne? In drugič, veš, knjiga je pač bila tako, veliko ljudem je, se mi zdi tako nemogoče, ne? Jaz ne morem. Pa sem pa napisal pač knjigo in s tem sem si dokazal, da, veš, da je mogoče.
pač probi. Sem rekel, to delam. Zdaj pa je tako veselje, da tudi če ne bom to delil s širšim svetom, mi je toliko veselje ustvarjanje te vsebine, to kot bi risal. Sam da rišeš v glavi, to je en moj ljubših avtorjev fantasy, Brandon Sanderson je rekel, da je to neka nora povezanost med avtorjem in bralcem, da on ustvari nek svet in potem nekdo na drugi strani sveta to bere in ima ta svet v glavi, ki prej ni obstajal za njega. Tako da mi je to, veš kaj je fajn, ker nisi vezan na ta svet. A veš, ko napišem, bil sem v Pragi in sem šel po ulici do vodnjaka, sem tako, čakaj, a je ta ulica, a je tam vodnjak še, a je bil sploh tam, a je to narobe, zdaj razmišljam, tam si pa tako, to je moje mesto, tam je vodnjak, če hočeš ali ne, na ta način. Lizan sem pazila od hčerka od prijateljce in so tam brali malo Harry Potterja in je tam to neko gledalo, ker je Harry Potter noter videl svoje starše, pa ne vem zdaj, če se prav spomnim, je to tako, da je vsak lik noter videl to, kar si je želel. Kar si najbolj želiš. Kar si najbolj želiš. In pa sem jaz njo vprašala, kaj bi ona videla v tem gledalu. In v ful lepo, ker vidiš, koliko je ta otroška, pač čist je še pristno in brez omejitev in je ona začela razlagati o unicornih in o princeskah in pa so šli risati to. In je v ful tako res lepo, in sem jih hotela spodbuditi, da ne vem, pač tam je zdaj pa narisala nek grad, pa unicorne, pa tako, pa sem pa hotela, da riše še, ne vem, več elementov in sem sprašvala, kaj je še v tem sanskem svetu, in reka tako, drevesa letijo, pač zakaj si ne bi v domišljiji podirali teh idej oprijemljivega in realnega sveta. Ja. In pol najboljše, ko ti enkrat zalaufa tudi ta domišljijski svet raziskuješ, ne pišeš. Te veliko kar sam mal vod. In si tako, wow, zdaj pišem, ker me zanima, kaj bo naredil ta lik. A veš, zanima me, a bo najdu neko drugo stvar, a bo se s kom zaljubil, a bo koga ubil, a veš, in tako, mislim, ena najboljših na svetu, ki lahko daš človeku je, da ne piši iz vidika, kdo mi bo izdal, kdaj mi bo izdal, kdo bo kupil, ampak če ti je to veselje, malo piš zase in s tem se postajaš boljši, tudi ti si najbrž risala, preden si prodala svoje prve logotipe, in postaješ boljši in hkrati vidiš, če ti to res paše. Ker ta Brandon Sanderson, recimo, on je napisal 12 romanov, 12 romanov, preden je prvega prodal. V Ameriki je tudi težino. Tako da, daj mi ti na kratko predstav te tvoje dve knjige, zdaj govorila o teh dveh 100 dni za boljšo sebe, pa vse je v redu, ker sta vse malo bolj leposlovni, oziroma pač sta bolj leposlovni kot tvoja tretja. Si rekla, da si izhajala iz nekih stisk svojih, a je pol bilo to terapevtsko, ali si tako čutila, da bi rada delila to z drugimi, da njim pomaga? Čak si omenil, zdaj ta prva je ta za stare starše, pa pol druga za 100 dni. Se pravi, prva je ta, naj ti povem svojo zgodbo za stare starše. Ta je v bistvu nastala tako, da je direktorica te založbe Grafenauer prišla do mene in rekla, mi bi ustvarjali nekaj za stare starše, prepuščamo tebi, kaj, v kakšni obliki in tako. S tem, da tam je bilo največja dilema je bilo, kire teme odpirati, kako naslavljati, da vključimo oba stara starša, kaj če je recimo en pokojen, kaj če sta ločena in tako, ampak to je v bistvu je bilo veliko dela je šlo pač v ilustracijo. Ampak pol se je zgodil, da je moj ata takrat hudo zbolel in jaz sem to knjigo prej ful počas ustvarjala in tako seveda moja prva knjiga in to sem razvlekla ta proces, da nista dolg. In kaj on zbolel, to ni bilo boljše motivacija, ker sem jaz želela, da mora on videti to knjigo. Tako da se je tudi malo vsem prepletel z mojo osebno zgodbo, pa sem izhajala tudi sebe, predstavljala sem si, kaj bi želela od njega izvedeti. No, pol ta 100 dni za boljšo mene je pa nastala v bistvu, če zdaj, ko včasih mislim za nazaj, mi je bizarno, da sem se po drugi strani je pa klasično v mojem stilu, Jaz sem si prav po tej izgorelosti, ko sem se vrnila nazaj v službo, se pravi, bila sem že tako, bilo že konc bolniške, počutila sem se že boljš, lahko sem nazaj delala, ampak velikrat se mi je zdelo, da sem tako ali otožna, ali me stvari skrbijo, ali pač pogrešala sem več nekega tega zagona do življenja, do stvari, ki sem jih rada počela. In jaz sem si dala izziv, da bom 100 dni naredila eno majhno dejanje v smeri boljšega počutja mene ali pa nekoga od mojih bližnjih. In
takrat sem si rekla, da bom to objavila na Instagramu, v bistvu samo zaradi tega, ne da bi zdaj nekaj imela ful sledilcev, ampak sam vedela sem, da če jaz to malo javno naredim, da pa bom imela več neke zaveze, da to res naredim do konca. Ne? No in pa sem jaz teh 100 dni vsak dan na Instagramu odgovorila si na 3 vprašanja. Kaj sem tisti dan naredila boljš, oziroma kaj je bilo to neko malo dejanje, če se je zaradi tega dejanja kdo boljš počutil, jaz ali pa kdo od okolice, in če mi je to dejanje prineslo kakšna nova spoznanja. In jaz sem teh 100 dni delala stvari, kot so bile, ne vem, kupila sem si neko digitalno knjigo za jogo in se vrnila v jogo, kar pomeni, tisti dan sem vadila jogo. Ne vem, mogoče sem komu dala kakšen kompliment, kdaj. Začela sem se takrat zelo truditi, da sem za vikende bila v naravi, ne za računalnikom. Skratka, neke male vsakodnevne korake, ampak pol tekom teh 100 dni sem jaz postila službo v oglaševalski agenciji, spoznala sem partnerja, sem vzpostavila z njim ljubeč odnos in na splošno sem se na koncu pač počutila res zelo, zelo boljša. Ne? In se mi zdi, da to, da sem nasploh odprta za nek partnerski odnos, je bil že pokazatelj, da sem se boljš počutila, in to, da sem si zgradila toliko zaupanja vase, da sem uspela postiti službo in iti na svoje. In ena izmed stvari, ki sem šla na svoje, sem si tudi rekla, da pač bi rada imela več časa za take projekte. In jaz sem si takrat potem rekla, da bom naredila eno tako prezentacijo in jo bom poslala na Mladinsko knjigo. Želela sem iti z njimi, ker sem vedela, da ima pač res dobro pokritost trgovin in marketinga vsega po Sloveniji. In sem jaz naredila to prezentacijo, noter sem vključila, se pravi, malo predstavitve tega svojega izziva, pa screenshote sledilcev, ki so mi pa velikrat komentirali, wow, da se mi zdi ta izziv ful fajn, eni so se že celo pridružili, ko sem jaz to objavljala. In sem vedela, to bo na nek način pač želim pokazati Mladinski knjigi, da je zanimanje. Želela sem pokazati, da je imel to dober vpliv name in da jaz zdaj želim to ponuditi bralcem naprej, v smislu, da lahko tam preberejo moje zgodbe. Jaz sem tudi vsak dan, ko sem to objavila na Instagramu, sem naredila tako neko hitro ilustracijo, v smislu, pač nisem si spet hotela dati nekega projekta, ki mi vzame 5 ur na dan, ampak je bilo tako cca pol ure na ilustracijo. In je bilo to pa tudi v knjigi objavljen in prazna stran za bralca. In Mladinska knjiga je bila pol takrat zelo, pač so bili navdušeni nad idejo in je pol so mi dodali Urško kot urednico, ki je bila takrat na porodniški, in pol, ko se je ona vrnila, smo zavihali rokave in je ta knjiga izšla. In že takrat sem jaz se skozi zapise tako po koščkih malo odpirala o izgorelosti, pa o paničnem napadu, pa o perfekcionizmu, pa sprejemanju sebe, pa mogoče malo ta kritičen odnos do sebe. In že takrat je veliko ljudi prišlo pol do mene in mi povedali svojo zgodbo. Takrat se mi zdi, da sem jaz to knjigo nekako odprla pot do ozaveščanja o pomembnosti skrbi za duševno zdravje, in tam sem videla, da mi je to res pomembno in da mi je ful dobro o tem govoriti in da sem pripravljena deliti svojo zgodbo, in videla sem tudi, da so ljudje pripravljeni deliti svoje zgodbe nazaj, svoje pač neke preizkušnje. Potem pa v bistvu po izidu te 100 dni se je meni začela pojavljati ta tesnoba. In v bistvu, mislim, ni zdaj to povezan z izidom, ker se mi zdi, da je bila to še neka posledica pač izgorelosti. In ko sem se jaz začela srečevati s to tesnobo, je zdaj, ko gledam nazaj, pač grozno in škoda, ampak jaz sem se spet počutila, kot da sem jaz edina v tem, da sem sama, da to je sramotno, da zdaj jaz imam tle neke nepojasnjene strahove. In takrat sem se podala na to neko pot, kjer sem začela odkrivati, kako s to tesnobo, kako so si drugi pomagali, kaj naj s tem naredim. In najprej sem pisala v bistvu svoj dnevnik, se pravi, to nisem pisala knjige, jaz sem samo, nekdo je nekje rekel, pisanje dnevnika pomaga pri soočanju s tesnobo, in jaz sem zdaj tam pisala od dnevnika, strah me tega, vse je grozen. Obenem sem delala ilustracije, čisti sebe, ker sem želela ustvarjati pomirjujoče stvari in pač delati si neke kaligrafske zapise misli, ki so me pol pomirjali, ne vem, je prišel tesnoben dan in se mi je zdel, bom jaz imela te misle tam nek zapisane, jih bom tako ilustrirala, se pravi, že čas, ki sem ga posvetila, da sem ilustrirala, sem se počutila mirno, in še kdaj, ki je prišel tesnoben dan, sem pogledala uno misel in sem se spomnila, ok, ne, sej je vse v redu, sej sem na varnem. To zdaj govoriva že o obdobju po prvi knjigi, ne? Ja, to je zdaj že obdobje po prvi knjigi. Tako. Pol sem se pa jaz na neki točki res intenzivne tesnobe tudi vrnila v terapijo, in takrat se spomnim, da je z mano bilo zelo to vprašanje, odkje ta tesnoba in
zakaj jaz to zdaj kao prvič doživljam. Meni se zdi, da je to zame čisto novo. Ne? In pol sem se pa začela malo vračati v preteklost in pač dejansko ugotovila skozi spomine za nazaj, da je meni že v osnovni šoli velikrat tako bolel trebuh in da mi je ta tesnoba v bistvu bila dosti znana, sam da ne vem, ali sem se to odtujila od telesa, ali sem to nekako potlačila, da pač sem mislila, da sem se zdaj na novo s tem soočala. In pa je bilo to neko obdobje terapije, veliko sem brala in na neki točki sem v bistvu začela pisati zgodbe, svoje te preizkušnje in kako je bilo to s soplesalcem, ki je umrl, pa pol s fantom. In na neki točki sem napol tako, jaz pa moja zdaj pač pišem knjigo o tesnobi in hkrati se vračam v izkušnje nazaj, ki so me pomirile, te preizkušnje soočanja z izgubo so mi dajale na nek način vedeti, pa sej zmoreš, si dala že ful težje stvari skozi. Ja. In ja, na koncu polka sem jaz to tesnobo nekako začela bolj obvladovati. Se mi je zdelo, jaz bi rada to pokazala drugim, da v tej stiskih, pač v tesnobi, v depresiji ali v soočanju z minljivostjo, pač da niso sami. In vedela sem, oziroma zdelo se mi je, mene so se najbolj dotaknile zgodbe drugih, ki so bili res iskreni, ki so znali točno povedati, grozen je bilo, panični napad, misliš, da boš umrl, da bi res napisala zgodbo čim bolj iskreno in da bi se lahko čim več ljudi pač res poistovetili v Lizanč mi recimo je napisala, da je bilo ful všeč, ko sem od izgorelosti pisala pač res simptome fizične, kakšni so bili, sej to je diagnoza, ki ima vsak malo drugačno, ampak v enih elementih, recimo tako, kot so prej v krivdi, pač če tudi pride iz drugih razlogov, iz drugih okoliščin občutek krivde, se mi zdi, da se občuti podobno, in če ga znaš ubesedati, opisati, to sem si želela s knjigo, da bi se nekdo prepoznal noter in bi si rekel, jaz se tudi tako počutam, ona se tako počuti, se pravi, sam nisem v tem, še nekdo je tam, ki je to doživljal. In hkrati sem želela, če tudi veliko pišem o preizkušnjah, da pač je to knjiga, ki ima pozitivno noto na koncu, ki usmerja v to, da ne pozabimo, da so zunaj ful lepe stvari, ki se dogajajo v svetu, ampak ja, da je na nas, da si aktivno pogled usmerjamo tja, kjer je pač naš smisel in kjer se dogajajo stvari, ki nam pomenijo in nas navdihujejo. Super. Veš, kaj me zanima? Naslov. To se mi zdi tako malo provokativno zdaj vprašanje. Naslov je Vse je v redu. In se mi zdi, da ljudje, to se zihar že zasledila, ni ravnate vezano na kogarkoli pač, veliko ljudi ima odpor do knjig za samo pomoč ali pa za duševno zdravje, tudi mogoče zaradi obrambnega mehanizma ali zaradi česarkoli. In potem naslov recimo je Vse je v redu. Kaj zdaj za nekoga, ki mu ni ta trenutek vse v redu, ki ima neko bolezen, ki ga boli, ki je recimo zgubil takrat, ko ta fant tvoj tudi ležal v tisti postelji, si zagotovo ne bi tega rekla. Kako si prišla od tega naslova oziroma kaj bi pol v tistem trenutku rekla? Je bilo to, tudi vprašanje dogajanja po svetu, kaj je s temi vojnami pa z nekimi katastrofami pa tako, a je primeren naslov Vse je v redu. Ampak prvo, kar bi rekla, je, da to je knjiga o mojem osebnem doživljanju, o mojem notranjem svetu in to ni knjiga, ki je družbeno kritična ali pa bi govorila o politiki ali pa o tem, a je to, kar se v svetu dogaja, v redu. Da je super, če bo to daj imel pomislek ali pa bi hotel reči, Vida pravi, da je vse v redu in to pomeni, da je v redu, da so vojne, upam, da bo šel prebrati knjigo in bo videl, da se s tem ne strinjam. Se mi zdi, da se dogajajo stvari v svetu, ki niso v redu. To tako, kot sem prej rekla, te izgube, ki so se zgodile oziroma te smrti, to se mi ne zdi, da je v redu. Meni se zdi, da to je grozno. Ampak je res ta naslov prišel kot odgovor na moje notranje doživljanje in kot ena mantra, ko si v stiski. In je meni osebno pomagala. Jaz sem že od nekdaj nagnjena k pretirani skrbi, da se pač obremenjujem, me skrbi za nazaj, za naprej. In meni je ta stavek Vse je v redu zelo pomagal. Je pa kot neka, pač jaz sem se s tem stavkom pomirila, se mi zdi pomembno, ko imamo te, recimo, če si dajemo neke pozitivne afirmacije, tudi recimo, ali pa ko se opogumljamo, da bi naredili kakšno dejanje, ki nas je strah, moramo izbrati stavke, ki
ki odzvanjajo z nami. Se mi zdi, da nima. Sem poslušala pogovor s Saro Isakovič. Če ti zdaj se ne počutiš dobro v svojem telesu, pa ti zdaj začneš govoriti, ful sem si všeč, pa to sploh ne razumira s tabo, nima smisla. Mislim, ne vem, ima smisel ali ne, ampak v knjigi tudi opisujem, kako je šel moj proces od tega, da sem si govorila, vse bo v redu, v to, da vse je v redu in je to v bistvu odgovor na neke notranje stiske, ne na zunanje. Sem zelo velika pripadnica tega, da se aktivno lotevamo reševanja naših težav in ta stavek vse je v redu ne pride iz dvigan roke, imaš zdaj tukaj stisko ali pa si v depresiji, vse je ok, noč ni treba narediti. Se mi zdi, da tudi skozi svoje pisanje pa skozi vaje, ki jih imam noter, tudi želim dati bralca v neko aktivno vlogo. In ta stavek vse je v redu je res predvsem odgovor na moj notranji nemir, ali pa na pač mogoče nemir kogarkoli drugega, da ga malo pomirim in tudi, želim si skozi svojo zgodbo, ki je imela neke vzpone in padce, dati upanje, jaz se zdaj počutim v redu. Jaz sem dala to skozi, pa sem zdaj v redu. Upam, da se boš tudi ti in upam, da ti moja zgodba to pokaže, da je upanje, da je luč na koncu tunela. Absolutno pa ne želim nikomur sporočiti, da če se zdaj počutiš depresivno, it's ok. Ne tako ostane. Ne, pač daj se aktivno lot, hkrati pa upam, da imaš zavedanje v sebi, da se da spremeniti počutje, da če se trudiš in delaš v to smer, da so neke veščine, neke praktične, čist konkretne stvari, ki jih lahko narediš, da se trudiš, da se počutiš boljši in da se premakneš na boljši. Ja, sploh se mi zdi relevantni taki zapisi zdaj v tem svetu, ko te velikokrat skrbi nekaj, kar v resnici ni tako grozno ali pa ni ogrožujoče življenju ali pa tebi, recimo izpit, ne vem, klic šefa, telefonski klic nasploh, ljudi ima težave s tem, da dvigneš telefon, pa se pogovarjaš, bi raje mesiče, pa maile, pa tako. Ker jaz sem recimo en del knjigi pišem tudi o spanju in pol sem pisal o tem, kako lahko s tehnikami izboljšaš kvaliteto spanca. In ena tretja revizija, ki sem bral, sem pomislil pismo, ampak jaz moram tle nekaj dopisati. In sicer to, da ti ne moreš zaspati, je lahko tudi nek survival mode. Recimo ti, če si bil zunaj, si ležal, pa je pač nekdo renčal tam, si pač nisi spal, ker si se bal, da ne boš preživel. In ne pišem jaz zdaj teh tehnik za eno mamo v Ukrajini, ki se vsak dan boji za svoje otroke, ki grejo v šolo, da ne bo bomba padla. Seveda ne spi, Seveda je takrat nekaj večjega od tebe, in ne bo istih tehnik mogoče uporabljati, čeprav, da če spet na Frankla, tudi ona lahko išče v življenju stvari, za katere je hvaležna, podobno. In tukaj je ta nekak smisel čez vse, ampak to nekako ohraniti neko zdravo perspektivo, je zelo ne maram knjig ali pa tečajev, ki ti obljubljajo rezultat, sreča kot rezultat, recimo mir kot rezultat, ki ti lahko spodleti, pa še bolj živčen in tako naprej. Iskrenost si pa omenila in to se mi zdi, da je pa tako brutalno iskrena knjiga, ta tvoja druga. Mislim, vse je v redu. Mislim, se tudi prejšnja, ampak ta je tako prav, se mi zdi, ko bereš, res si spustila bralca v svoj svet od nekako otroštva naprej. In ena stvar, ki me je zelo tako se dotaknila, pa malo pretresla, je, pišeš tudi o otroštvu svojem in pišeš, kako si imela super starše podporne, kako so bili ob tebi v stiskah vedno pripravljeni. Obenem si pa imela težave z motnjami hranjenja, si imela tesnobe, mislim, tako, kot starš, sem pomislil, kaj lahko naredim jaz? To, kar si ti opisala, da sem tam na svojo hčerko, da sem vedno na voljo, da ji pomagam čez stiske, ampak vseeno lahko ona pride do nekih teh hudih težav, stisk in se potem, pač ti si se na srečo zelo tako produktivno s tem soočila, ampak jaz sem prav tako pomislil pismo, kaj bi pa lahko naredil še drugače. To me zdaj obizdo te knjige, so me že večkrat vprašali, kako bi dala na svet staršem. Ja. Zdaj, to zelo težko reči, ampak čist sam, če izhajam iz svoje izkušnje, meni se zdi zelo pomembno dati kot starš otroku brezpogojno varnost ali ljubezen, to je težko o tem, to je tak nek koncept, ampak dati otroku čim večkrat vedeti, da ne glede na dosežke, ne pohvaliti samo dosežkov, da ti si tam starš in da bo on s pomočjo tega, po moje, lažje zgradil zaupanje vase in
to pač tudi zaupanje na splošno življenje. Tako da jaz bi najbolj poudarjala to. Ja. To, Ja. da je dovolj v resnici, Ja, ne? Da je zate, to je zelo tako lepo. Ja. A ne, sej, meni se in tudi mi smo se bolj, ko sem pisala to knjigo, tudi sem se pogovarjala s staršema. To je bilo sicer, a ne, ni to prijetno. Jaz sem tudi, ko sem to pisala, sem dala jima pol za prebrati, sem dopuščala možnost, da bi ona dva rekla, da si ne želita, a ne lih to je. Jaz njiju ne krivim za nobeno od svojih stisk, meni sta ona dva veliko pomagala. To se tudi ne bere tako na ta način. Ja, zelo te lahko pač res zaznamujejo druge stvari, a ne, in tudi če odraščaš v urejenem, varnem okolju, meni se zdi, da so me zelo, neke vzorce imaš še spol, ko sem razmišljala ob tesnobi za nazaj, jaz sem imela zelo močno to iskanje kontrole, a ne. In pa je veliko izkušenj v mojem življenju v bistvu nekako potrjeval, res v življenju nimaš kontrole, meni je bilo to grozen in pol sem in skozi nadzorovanje telesa in pol skozi pretirano delo prav izvajala to kontrolo, a ne, in nisem imela zavedanja okoli tega, nisem vedela, da v bistvu to počnem. To sem ugotovila, ker je bilo tako že zdavnaj prepozen, ker je prišla že izgorelost, sem jaz pol pogledala nazaj in videla, jaz sem se, ko sem prekomerno delala, jaz sem se počutila dobro. Jaz sem mislila, that's me. Nekdo drug mogoče ni toliko predan delo, ampak mene pa delo ful izpopolnjuje in me veseli in jaz sem mislila, da sem na pravi poti, dokler ni pol prišel ta zlom in mi je telo pokazalo, ok, to ne gre, to očitno ne gre na dolgi rok in sem pomislila, sveda, če sem prišla do tej točke, sem mogla že prej nekaj narobe delati in pol videla, da sem jaz z delom zelo uresničevala to svojo vrednost in dokazovala si, da pa bom dovolj in še te dosežke in se mi zdi, da je super za otroka, če ima čim močnejše vzpostavljeno to prepričanje, da on kot bitje je dovolj in vredno. Meni je enka terapeutka lepo rekla, da si želi, da bom jaz enkrat v življenju prišla do točke, kjer bom videla svojo vrednost, tudi če nobenega projekta ne naredim več. In takrat se mi je zdelo to never. Ne bo se to zgodilo. Danes pač vidim to vrednost in vidim, da je vrednost v človeku drugje. Je lahko tudi v delu, a ne, super, ampak da osnova je pa pač ti, kdo si kot človek, kakšne imaš vrednote, kako se obnašaš do drugih ljudi, do svojih bližnjih, do neznancov in tako. To je lepa misel in se mi zdi, da to obenem tudi pomembno, kar si rekla, da so še drugi vplivi, ne, in otrok lahko razvije hude težave, čeprav si ti krasen in podporen in vse, in tukaj je pa pol ta drugi del tvoje odgovornosti, se mi zdi, da si pozoren na otroka, da ga vprašaš, ne, kako je bilo v šoli tam iz kavča, ko bereš, ampak da si vzameš čas, da prepoznaš, da vidiš in da konec koncev se on počuti, da lahko pride do tebe tudi z vprašanji, ki mogoče niso prijetne za starše, ne vem, od drog do raziskovanja telesa vsega, ne, in če to urediš, je nekako se mi zdi si zmagal. No. Se mi zdi pa prvo imeti to do sebe, a ne, pri sebi vedeti, a si dovolim izraziti jezo, žalost, vso to paleto čustev in s tem boš lažje tudi otroku dovedeti, da it's ok, če si jezen, če si žalosten, tudi jaz sem to izrazimo, se učiš otroka to izraziti na primeren način. Ja, tako, točno to. Zadnjič je moja 2-letna hčerka plezala v tvojo banjo, najmanjša banja na svetu je. Najmanjši človek, ki je visok pol metra in pač med tem, ko je not plezala, je rekla, Bog mi pomagaj. in jaz sem se začel toliko smejati, zdaj staroba, ker noben naj tega ne govori, tudi tako te fraze, ne, ki je slišala po kakšnih starih starših, ampak tako, veš, ta mali človek, v svojo malo banjo lezen, ne ve, kaj so davki, ne ve, kaj so volitve, svet, Bog mi pomagaj, ker je bila voda vroča, kaj ne. Je bilo toliko simpatično in toliko nekako potegnejo nase, tega, ja, to je tako, ne vem, čisto ena druga stvar. Bom pa te zdaj, jaz imam še v mislih eno stvar, ki sem pa jaz tebe želela vprašati in sem jo šparala za ta pogovor. Ne vem, bom zdaj tlele, ampak spomnim se, a ne, včasih, ko berem dela drugih, opazim, koliko sem jaz ta kritična do sebe, a ne, in jaz velikrat dajem krivdo nase, glede vsega. Se mi zdi, da to lahko na nek način pomirujoče, ker pa se ti zdi, da lahko ti to rešiš. A veš, če si ti kriv za nekaj, imaš kontrolo spet, ne? A veš, ko smo spet pri kontroli. Ampak, ko sem brala pa tvojo knjigo, sem si pa tle zdaj izpisala, oziroma ne vem, imam izpisan, zdaj se mi je, da si
Kar Aha, poveš, imam stavek. me zanima. Moje težave s tesnobo in nespečnostjo so se prikradle spontano, tiho in zahrbtno. Iskreno se mi zdi, da nisem naredil ničesar, kar bi prispevalo k tej stiski. In jaz se spomnim, ko sem to brala in sem si mislila, wow. Zame je tako skoraj misija nemogoče, da bi si, medtem ko jaz sem za vse svoje stiske, tudi recimo za tesnobo, sem si mislila, pač to je druga plat kovanca. Ne vem, na eni strani imaš visoka pričakovanja do sebe, veliko zahtev in kot posledica najbrž pride to, da ne vem, imaš take pa take uspehe in rezultate, ampak zraven pride pa pač tudi del enega sekiranja in skrbi, pri meni šlo mogoče v tesnobo, pri tebi v nespečnost. A si ti res bil toliko močan v tem, da se tukaj nisi krivil, oziroma da nisi videl, da si res lahko rekel, da se ti zdi, da nisi ti pripomogel k temu? Ja, dejansko to je sicer ta del, ne, je kot uvod v del, ker je celotna poanta tega je to, da se ljudje kdaj do sebe krivimo tudi, kadar nismo krivi. Se pravi v smislu, zakaj sem jaz lih mogel zdaj, zakaj ne morem jaz v 3 minutah zaspati, če pa nekdo lahko. Pa ne zdaj, da bi rekel, zato, ker sem bral pred spanjem, pil kavo, ne? Nisem jaz kriv, ampak tako, ne maraš telesa, recimo, zakaj ne morem daleč skočiti, zakaj me boli hrbet. In pol te zakaj in ta self-blame te na nek način zelo utruja. Ni pa to kritika sebi in krivda v smislu tega, kar si ti rekla, ziher sem jaz kriv, ne? Jaz sem se kar tako tudi smilil samo v sebi in sem si zelo želel, da je situacija drugačna, ampak jaz sem takrat, se spomnim, razmišljal točno tako, še pol sem šel brati na internet, veš, kako zaspati, ne, in potem sem začel, ne vem, začer toplo mleko, ne kofeina, ne trening 2 uri pred spanjem, ne vem, kaj vse, meditacija, mirni impulzi. In jaz sem si takrat na neki točki, in to me je strašilo, ne, jaz sem si rekel, naredil sem vse, kar sem lahko in še vedno ne spim. In zdaj ne vem, kaj ne. In takrat sem začel pol meditacija, čuječnost, sprostitvene tehnike. Ker sem rekel, ok, očitno je tukaj neka napetost, ki se je razvila in si želim z njo spoprijeti. Ampak nisem pa gledal nase kot na vir problema. Ne. Takrat se mi zdi, da je to kar tako. Ja, jaz pa, kot si rekel, da te je to presenetilo, mogoče jaz obratno nisem pomislil, ne, da bi rekel, ne morem spati, to sem zdaj skril, ker ne vem, imam to pa to. To se mi zdi zanimivo, kako je lahko, da imamo mogoče podobna doživljanja, ampak vzvodi, da pridemo do tja, so pa lahko zelo različni. Ja. Oziroma, kakšen imamo samo govor, tudi to. Ne? To se mi zdi, da si prej zelo lepo rekel, kako je. In tudi mislim, da si ti v enem podcastu to omenil, da je dokazano zdaj, da negativen samogovor, jaz mislim, da ima to slabši rezultat, oziroma da to ne bo pripomoglo, da se boš ti zdaj spremenil, ker res se mi zdi, da sem veliko let svojega življenja bila prepričana, da se je treba grajati in biti strog do sebe. In se tudi spomnim, ko sem prišla na eno obdobje v terapijo in sem rekla terapevtki, da hočem vedeti vse, kar je narobe z mano, in samo, ko bom imela ta seznam zdaj tam, ko bom videla vse, kaj ni good, pa bom jaz se lahko začela spreminjati. In tisto obdobje se je zaključilo, ko sem prišla do točke, da sploh mi ni treba graje in da v bistvu se bom veliko lažje spremenila, če bom jaz vedela, v čem sem dobra, ki pač bom pa tudi realno pogledala, to so pa recimo moje šibke točke in na njih lahko delam, ampak tam je neko polje pa mojih vrednot, v katerih sem dobra in to, da nekje, da vem, kje sem dobra, mi v bistvu pomaga, mi daje zaupanje, da se sploh lotam teh stvari, v katerih pa se mi zdi, da mogoče lahko naredim korak naprej. In to si prebrala v moji knjigi, to imam tam, tudi v podcastu najbrž govoril, ampak to, kar si rekla, to sem imel v knjigi, prav to poglavje o tem, kako, par študij citiram, kako je to, kako ljudje mislijo, ne, moram se grajati, ker s tem, ko imam zase visoke cilje in se grajam, se bom motiviral, ne. In dejansko dokazujejo obratno, ne, da če si ti do svojih pomanjkljivosti pa napak sočuten, boš imel unikatno okolje sprejemanja, kjer se boš lahko razvil. In če jaz to prevedem v to, kar sem ti rekel, da sem začel pisati ta izjemen, pač ogromen roman, ki je zelo ambiciozen, ne. Po moje, če ne bi tako razmišljal, ga ne bi.
Zato, ker, veš, ko ti začel sem pisati v angleščini, začel sem pisati prvič svojo zgodbo, svoje like. Ne? Če bi do mene prinesel en dober prijatelj ta tekst, bi rekel, da malo pogled, kako ti je, pa bi jaz bral in bi videl, recimo, da kakšni stavki še ne štimajo, kakšna imena so tako malo čudna, da mogoče ni tako bogat jezikovno. Mu ne bi rekel, pač to ni v redu, ti ne znaš biti Hemingway pa George Martin, kva ti probavaš, da je to vrš stran, pa bi rekel, pač stari, ti si začel pisati svojo zgodbo v tujem jeziku in teče in je zanimiva in pač imaš še ful za narediti, ampak dej, keep me posted, dej me, ohrani me zraven, dej prosim deli. In na ta način se začel, ker ko zapreš računalnik in pol čez en mesec grem brati malo za nazaj, pa začnem kaj obračati in kdaj tudi pomisliš, pa dej, ta del ne funkcionira, to moram zdaj vse obrniti, ali ven vršiti, ali sploh to, ali se tle ful ustavil, ta tekst ni, ali kaj to probavam, ne? In če si takrat rečeš, ja, ti si res norc, kaj, zdaj boš obosem še to pisal, kdo bo to bral, to ne bo v redu, bi pač nehal, ker je najlažje nehati, ne? Zakaj bi se tle trudil, pa se pol mogoče razočaral. Če pa greš iz te perspektive, ne? Glej, naredil si ogromen korak, da si začel, že to 20. poglavje boljše od prvega, a veš, počakaj, kaj še bo, počas pet še enkrat 6, naredi nekaj noga, se pa lahko spodbujaš. Ne? In na ta način, a vidiš, mogoče, če ne bi tega principa imel, ne bi pač pisal naprej. Ful lepo. In se mi zdi tudi lahko zelo lepa popotnica komu, ki se loteva novih izzivov. Točno to, ja. Da tudi, veš, težko boš v nečem takoj dober. A veš, tudi ti nisi najprej najlepše stvari, ki so oblikovali, na katero si najbolj ponosna, najbrž ni bila tvoja prva. Sara, ki sva jo omenila, Isakovič, ki je šla prvič plavati, ni zmagala olimpijske kolajne. A veš, in se mi zdi, da lih to je nekako čas, ki bi ga nekomu drugemu dal, ne? Če mi ti pa neseš tekst v angleščini, pa rečeš, da poglej, moja prva zgodba, ki jo pišem, bom zelo blag pri analizi, ko bom rekel, njena prva zgodba, ona ima še 30 let, da to izpili, pa vse ne. Medtem, ko če jaz zdaj rodim nekaj, kar ni popolno, bom pa pač znoro. In tukaj sem mora človek zabrenati in reči, tudi jaz sem človek, ne? Mogoče je to tudi bolj zdravo na ta način. Napisala si drugače. To zdaj ni toliko o pisanju, kot je o journaling, po moje. Ne? Si vedel, da vsakodnevno pisanje o svojih mislih izboljša imunski sistem? In sem rekel, to te pa moram kot infektolog pozvati, da še malo poveš o tem. Drugač, jaz tako kot podarjam, jaz nisem strokovnjakinja, ampak sem pa zanč, čeprav to sem poslušala, mislim, da po izidu knjige The Huberman Lab. In on noter neka epizoda je bila, kjer govori prav v eni dotični vaji journalinga, kjer on pravi, da so bile študije narejene, ki dokazano vpliva na in tam našteje, na kaj vse in koliko to vse izboljša. In še sam reče, da to je čuden, da to ne vemo vsi, ker ima toliko dobrobita. In tista vaja je bila sicer zasnovana tako, da naj bi udeleženci 15 do 30 minut neprekinjeno pisali o svoji najtežji izkušnji. In še tako, da tega pol noben ne bo šel brati in da ni pomembna čitljivost in tako. In so jim dali, da to delajo 4krat zaporedoma ali 4 dni, ali pa recimo, ne vem, en dan v tednu, 4 tedne zapored. In da pač so bili dokazani zelo dobri učinki. In jaz bi rekla, da je nevede name ta knjiga imela tudi podoben učinek s tem, ko sem pisala te težke zgodbe in jih pol sicer nisem se dala tako strukturirano, zdaj bom 4 dni v tem pisala, ampak recimo en dan sem pisala in potem itak to velikrat šla brati za sabo in potem, ker se začel delo z rodnico in tako. In sem videla, da je čustven naboj enih zelo težkih stvari, je s časoma bil lažji, ni bilo več tako intenzivno, dobiš drugo perspektivo, deliš še s kom in pol on to prebere in včasih se mi je zdel, kaj če bo nekdo rekel, ne vem, pač kakršnakoli kritika. In pol na drugi strani letiš na sprejemanje in je zelo lep občutek. Ampak zdaj, če se vrnem malo na ta journaling, jaz zdaj ne vem, kje sem to prebrala, ker sigurno se iz tega kot ne medicinka si nisem mogla tega zmisliti, ampak velikrat res, ko sem iskala teh 10 korakov, kaj narediti za soočanje s tesnobo, je bilo to pisanje dnevnika velikrat omenjeno in tudi, ko se spomnim nazaj na pisanje 100 dni za boljšo mene, v bistvu je bilo tam element tega journalinga. Čeprav se tega nisem toliko namensko lotila, ampak
Jaz sem vsak dan pisala zdaj neke zapise, ni bilo to sicer ta journaling, kjer se usedem pa prosto pišem, ampak je bilo tako nekako nek strukturiran zapis. Ampak pol je tudi velikrat pri tistem vprašanju, če mi je to dejanje prineslo kakšno novo spoznanje, veliko je bilo primerov, ker me je avtomatsko usmerilo v neko hvaležnost. V smislu, zdaj zaradi tega dejanja se mi zdi, da je boljš to, hvaležna sem, da sem to naredila, ali da mi je ta oseba to naredila, ali da sem se sploh lotila tega izziva. Tako da sem od obeh knjig sem sigurno odnesla pisanje dnevnika pa hvaležnost, da sta dva izmed teh 10 stvari, ki jih lahko enostavno naredimo, da se boljš počutimo, ne? Je pisati dnevnik pa vzeti si čas za hvaležnost, ki je pa v skladu recimo s Franklom, se mi zdi pa ena stvar, ki jo imamo pa vedno na dosegu roke. Ne glede na to, v koliko težki situaciji sem prepričana, da ima vsak neke stvari, za katere lahko reče, da je hvaležen in jih ne jemlje samoumevno. To je ful važno. Jaz, ko sem prebral to journalingu, o imunosti, me je to malo tako spodbudila, da ne rečem, me je začelo zanimati. Pa sem malo pogledal raziskave tako bolj na hitro. Zato, ker nimam ta trenutek zelo veliko ekstra časa, tako sem prinesel. Mislim, zanimivo je, če ti sam 2 stvari sem najdel, ki so me takoj povlekle. Ena je bila randomized trial, to je objavljeno v JAMA Network leta 1999 že. V smislu kontekst piše nefarmakološko zdravljenje bolnikov z kronično boleznijo. Ne? In oni so vzeli, se pravi, 112 prostovoljcev z astmo ali pa revmatoidnim artritisom, in so jih dali na 2 skupini. Ena so pisali ali o najbolj stresnem dogodku svojega življenja, to, kot si ti rekla, kontrolna skupina pa o neki neutral topic, pač nekaj, kar jih ne motful ali pa ne vključuje. No in pol, ko so jih gledali, astma bolnike so s spirometrijo spremljali, to je zelo objektiven kazalec te pljučne funkcije. Revmatoidni artritis pacienti pa jih je revmatolog gledal in vse so na 2 tedna, 2 meseca, 4 mesece po tej intervenciji. Slepa študija, se pravi, ta zdravnik, ki jih je gledal, ni vedel, oni pišejo to ali tisto. In kaj so najdeli? Tle je kup enih statističnih številk, to ti bom pol dal, pa si lahko doma v miru prebereš. Ampak conclusion, se pravi, bolniki, zdaj bom to prevedel, kaj je v angleščini, če mi vrata sproti. Bolniki z blago ali srednje hudo astmo ali blagim ali srednje hudim revmatoidnim artritisom, ki so pisali o stresnih življenjskih izkušnjah, so imeli klinično pomembne spremembe v zdravju na 4 mesecih v primerjavi s tistimi, ki so bili v kontrolni skupini in tega niso počeli. Te izboljšanja were beyond those attributable to the standard medical care. Se pravi, niso mogli pojasniti teh izboljšanj s tem, da so imeli pač v vmesnem času so imeli zdravila in vse, seveda, ko so jih zdravili. In seveda, tle so zelo previdni, piše, it remains unknown whether these health improvements will persist beyond 4 months. Po so jih nehali spremljati, v tisti točki so imeli prednosti, pol pa ne vemo, če bojo imeli še. Pa še ena, to pa je bilo na bolnikih z srčnim popuščanjem, to je napredujoča bolezen, zelo huda, neozdravljiva v resnici. In sicer, tukaj pa imamo zanimivo, ker zdaj, ker sem te to vprašal, ker sem seveda vedel, na kaj napeljujem, si omenila obe stvari, kar sem jih hotel povedati. Ena je bila tale, ste pravi, pisanje o stresnih dogodkih, tle pa zraven gratitude, se pravi, hvaležnost. Oni so vzeli 70 bolnikov v 8-tedensko gratitude journaling intervention, ali pa pol jih je šlo to, pol pa pač samo zdravljenje. In kaj so najdel? In tle so pa merili, tle so merili heart rate variability, vnetne parametre v krvi, pa pač vprašalnik o počutju in to. In so ugotovili, da, se pravi spet statistika, ki jo boš v miru prebrala, hvaležnost, gratitude journaling may improve biomarkers related to HF morbidity, se pravi izboljšanje markerjev v krvi, vnetja, ki morbiditeto, se pravi breme bolezni in smrtnost vplivajo, such as reduced inflammation. To sem najdel, se pravi, to, če rečemo vnetje, imunski odziv. Zmanjšano znižano vnetje
Ni bilo pa variacije se pravi. Je bila variacija v utripu srca in sicer povečan parasimpatik, se pravi manj stresnega odziva, ne pa v tlaku. Tako da oboje je meni bilo tako. A pa boš jutri svojim pacientom kupil dnevnik. Ja, blokat za pisanje. Ja, lej, tudi v tvoji knjigi je veliko takih praznih strani, da si lahko kaj napiše, ker jaz to nikoli nisem maral delati. Če berem knjigo, jaz nisem, da je notkaj tudi pred tvojih, nič nisem še napisal in jaz samo preberem. Sej vem, in to veliko ljudi reče, vsem je imela 100 dni večji del tega. Ta nova ima pač nekaj vaj. Ja, je pa, se mi zdi pa, da meni pa priročnik so mi pa zelo pisani na kožo, v smislu rada se aktivno lotevam izzivov in rada pač k temu povabam bralca, si pa želim, da to ne bi odvrnili od branja knjige, da se pove, da vaje so nek del, tudi če jih ne izpolniš, lahko jih pač sam prebereš. Ja, neka dodana vrednost, če želiš valiti lahko, če tako, ne pa ne. Ja. In tudi to, veš, take stvari, kot tu imaš študije dejansko narejene in ljudje bojo pol, to je kar kdaj težko verjeti, veš, zakaj zdaj, če on piše, ima pa bolj urejeno astmo. Valjda, če ne bo kadil, bo imel bolj urejeno astmo. Ampak obenem pa vsi verjamemo, da če si ful v stresu, boš imel sive lase, veš, pa boš imel gube. Zakaj bi pač ta misli ti spremenile barvo las, ne more ti pa sprostiti te muskulaturo dihalno, veš. In se mi zdi, da jaz pač ne pišem dnevnika tako redno. Ampak kdaj pa vzamem, tam v noči polici imam en blok in vzamem in začnem pisati, pokar par strani začečkam nekih misli ta trenutek, ki jih pol kdaj za nazaj preberem, ali pa tudi nikoli. Sploh nima veze. Ja. To, kar si rekla, piši tako nečitljivo zaradi mene, to je meni zelo lahko. In sem to, da nekako, ne vem, zakaj, kaj daš te misli na papir. Jaz bi rekla za to, da daš misli ven na papir in še. So prijemljive. Včasih, ko si v glavi, te misli res šibajo. Ti pa zdaj, ko pišeš, moraš toliko umiriti ta svoj tok misli, da pač greš besedo za besedo. Tipkaš lahko že hitrejš. Čeprav tukaj pri tej študiji, ki jo Huberman omenja, prav, da ni treba pisati kao na roko, da so delali tudi lahko tipkaš. Ampak meni pri pisanju je to, da pač pišem lahko z neko hitrostjo. In to je v bistvu vse ne dosti, tudi če pišem grdo, je počasnejško, ker mi sicer šibajo misli in mi to umiri. In tudi jaz grem v bistvu malkrat grem brati za nazaj, se pa spomnim, da sem šla kdaj pri kakšnem strahu, ki me je recimo preplavil, pa sem se spomnila, to me je že bilo strah, a sem mogoče takrat pisala, a sem šla pol slučajno celo napisati, ko je to minil, da vse je bilo v redu. Tako da ja, jaz bi rekla, da oprijemljivost teh misli, umiriti se, prizemljiti, ja, pa nekako meni se spontano zgodi, da ko pišem dnevnik, v 95% primera, ko pišem, zaključim bolj pozitivno, kot sem začela. Ne vem, je to unikatno, ali nas ima to več, ali manj. Ampak jaz delujem tako, ja, da mogoče mi je to kot neka oblika čuječnosti. Tudi v dnevniku sem zelo redko nesramna do sebe. Sem bolj ta spodbuden, čujet, sprejemajoč glas, pride ven iz mene. Zdaj nekaj ustvarjaš, kar lahko primeš in zdaj valjda ne moreš tam nekih takih stvari napisati, ki so indecent, ki so tako neprimerne, ki si lahko v glavi mogoče rečeš. Rečeš pa te samo brešine. Kaj če pa bo to kdo prijel? Pa če boš ti prejela čez 20 let, pa boš rekla grozen. Se mi da človek fal tako isko malo nastopa tudi. In mogoče to ni slabo v tem kontekstu. Kaj bi te še vprašal? Osebnostna rast, ne? To je taka tema, ki se nekateri, to ne vem, če je čist isto, skrbi za duševno zdravje, malo prekrivan, najbrž je veliko. In ti si, ko si imela fanta na obisku, si napisala, da si skrila te knjige iz polic. To je bilo sicer še zelo, ne tega pa da znemo, zelo časno zdaj. Ampak je bilo tako simpatično, ne? Se pravi, da ne bo videl, kaj to berem, ampak v bistvu bereš, pa ti veliko pomeni. Mislim, to smo vsi delali, ali pa pač nisi povedal, katere risanke gledaš, ali pa katere igrce igraš, da ne bi te kdo, da bi te sprejeli, nekako so vrstniki. Zdaj tega ne delaš več, sklepam. Ne, zdaj tega ne skrivam več, sigurno ne. Koliko časa pa nameniš tako skrbi zase, zdaj tako v tem kontekstu počutja, urejanja misli, meditacije, ta način? Vsakodnevno? Sigurno vsakodnevno. Ja. Jaz recimo, da po teh izgubah bližnjih sem videla, koliko je res pomembno gibanje, zdrava prehrana, pa spanje.
po izgorelosti sem v ta nek osnovni nabor, pa zdaj pri snobi dodala še to umirjeno, globoko dihanje. Zdaj, ali je to meditacija, ali je to nekdo, recimo mol, se mi zdi, da je to tudi neka taka podobna stvar. Pač nek čas v tišini, kjer se umirjam, ali so to dihalne vaje, ali je to prav se usedem pa meditiram. To so v bistvu že kar ene stvari, ki vzamejo kar nekaj časa. Ne? Dnevno se giba, pa zdaj se ni da nujno vsak dan, ampak v bistvu kar redno in vsakodnevno skrbim za te stvari, s tem, da grem hoditi v hribe, ne rečem zdaj, da skrbim za duševno zdravje. Grem tudi recimo s prijateljico, pa se v bistvu družim. So prekrivanja, ja. Tako, se mi zdi tudi, recimo, da skrbimo za dobre odnose, se pravi, da si vzamemo čas za druženje. To je tudi skrb za duševno zdravje. Pa ne rečem zdaj, 2 uri na dan skrbi za duševno zdravje, ne, pač je tam notor je druženje, pa je recimo, ne vem, poslušanje podcastov. Meni se to zdi tudi, če bi mi en rekel, kaj vse je v skrbi za duševno zdravje, tudi to se tam izobražujem, slišam vsebine, ki mi nekaj dajo, ki mi pomirijo, je to tudi osebna rast, ampak ni nujno, ne. V bistvu sploh ne vem, če je kakšna dejavnost, mogoče meditacija še najbolj, da mi ne pride tako spontano, da se jo lotam z namenom, to je skrb za moje misli in za moje psihično počutje. Ja, sej, ker če te vprašam, to, kar sem te vprašal, ne, pa ti rečeš, vsak dan skrbim za to, bo kdo rekel, kako imaš ti vsak dan čas za polurno meditacijo, ampak to, kar si rekla, definicija tega je lahko tako široka, se mi zdi, da moraš vsak dan narediti nekaj zase. Tudi lahko je to nek klic telefonski, ali pa da nekam greš, ne da se ti mudi, ali pa da spiješ en kozarec čaja v miru. To ni treba mi dodatno 1 uro. To lahko odločam se iti peš v 10. nadstropje na mest z dvigalom. Lahko se odločam za zdravo verzijo kosila na mest za neko hitro prehrano. To je skrb za duševno zdravje. Se pravi, ne rabiš sploh imeti dodatnega časa. Nekdo, ki ima, no, mi je pa še ta ljuba, pa ne vem, a ti to tudi v knjigi omenjaš, da vsak dan bi mogel meditirati 15 minut, če pa nimaš 15 minut, bi pa res mogel pol ure. Se pravi, najbolj rabiš. Ja, to so obdobja, ki bolj rabiš in je samo izziv, kako to upeljati v svoj dan, da ti bo nekako čim bolj spontano. Da ne bo to, zdaj moram skrbeti za duševno zdravje, ampak da ti je kot zobe umiti. Ja. Ker se ti tudi Linde Blada citiraš, učimo se v miru, da se ga lahko spomnimo, ko pride nevihta. To se mi zdi važno, da imaš to neko rutino in ni treba, da vsak dan pol ure meditiraš. Jaz sem opazoval enega profesorja, ki ga zelo cenim, ki se zelo počasi premika, pa ni zelo star. Ampak tako kot nekdo skozi hiti, on po moje naravno. Ne? In takrat sem jaz pomislil enkrat pismo, jaz sem zelo tako, jaz fulrat delam pa hiter, pa ena pa druga. Ampak kako lahko ti lahko z mislimi pomiriš telo, ali pa obratno, s telesom, že to, kar so govorila, tehnike dihanja. In kako jaz zdaj, če malo čutim, da me kaj tako stiska ali opremenjuje, si samo probam pol ure naslednje delati isto, kot bi delal sicer, ampak počas. A veš, da grem počas do kuhne, hodim počas, če si delam čaj, res gledam, kako nastaja. Ne vem, če se popraskam, ni tako, ampak se mogoče popraskam bolj tako. Ne. In nekako že te gibi telesa upočasnijo moje misli. Ne vem, to sem tako. Meni se zdi, eno tako dejanje sem opazila pri sebi, recimo, ne vem, se tuširaš, pa si narediš peeling ali pa, ne vem, si umivaš lase s šamponom. In recimo, če si narediš peeling, je že tako malo skrb zase, tega to ni nujno, ni to tista osnovna higiena, ampak je zdaj različno, a ti to narediš tako, da drgneš in hiter, kljukca, ali si zdaj, če si že vzel čas za ta nek ritual, pa skrb zase, lahko to zdaj narediš v naglici in to, moram še to stisniti v svoj dan, ali pa se takrat malo staviš. In se mi zdi pomembna razlika. Časa ti vzame mogoče isto, s tem, da če delaš tisto v nekem krču in mudi se mi, in to je isto ko greš, ne vem, iz enega opravka v drugega, ali pa recimo, jaz sem imela ta teden en tak dan v Ljubljani, poln sestankov in pol pridem domov, pa tako malo utrujena, malo še polna glave vseh stvari in se kar opazim, ko bi zdaj najraž vse spet v sebi hitela, šla bi na sprehod in bi sam tako hiter korakala in 10,000 korakov na dan in spet sam hitim in delam te kljukce, ali pa se samo zavem se tega. Že to je dovolj. Zdaj, danes sem pa jaz dosti hitela, veliko sem imela stvari, mogoče malo preveč, bom šla zdaj na ta počasen sprehod. Ali pa tako, kot si rekel, popraskala se bom, pa se ne bom tako z jezo ali pa z nekim, ne vem, okrčuja, ampak
tisto eno malo dejanje lahko narediš v miru in se mi zdi, da ti bolj sproži reakcijo stvari naprej, da ostale stvari naprej počneš. Isto časa ti vzamejo, ampak v razpoloženju, ki je umirjeno. In tudi se mi zdi, to se širi na otroke, na naše bližnje, na vse. A si ti v naglici in vsem daš vedeti, da nimam zdaj časa, jaz sem poln urnik. Ali pa če si zdaj s temi bližnjimi, da si zdaj vzem čas, če pa nimaš časa, pa ok, reč, ne moram zdaj, čez 15 minut si vzamem čas in takrat, ko si ga vzameš, nisi na telefonu, pa nisi tako, saj sem s tabo, ampak v bistvu te odpisujem en mail. In to je umetnost, ker v bistvu ti lahko si prisoten, pa lahko imaš veliko projektov, ampak obenem daš ljudem občutek miru. Ker konkretno, recimo ta profesor je tako zaposlen, pač njemu skozi. Jaz sem se z njim pogovarjal v pisarni, vmes so trkali na vratih, pač naslednji, ko so imeli sestanke, ker ima zaprta vrata. In jaz sem bil tako, kaj zdaj, veš, tam trka on, sploh ni trzno, on je naprej mi razlagal, to pa vam še narišem, pa tako vse, veš. Imel je tak urnik, da nočem ga niti videti, veš, kaj vsega čaka, ampak tako, takrat sem bil jaz pomemben, pa pač naslednji in se mogoče kdaj polk zamudiš malo, pa to, ampak ne vem, občutek je pa dober, veš, ko se s takim, in tako se mi zdi, da tako, tudi fajn gledati v okolici, da malo potegneš od vsakega posameznika, ki je tazga lepega, in tako. In to se mi zdi veščina. To je veščina. Ni treba, mogoče so eni že v osnovi nagnjeni bolj k tem, sicer se pa lahko tega priučiš. Z tem, da se zavedaš in da se opominjaš in da aktivno izbereš, kakšen bo tvoj odnos. Res je. Nekaj časa se že pogovarjava. Študij nimam več, sprintani. To si me presenetil, ampak zelo... Ja, to je bil cilj. Me veseli. Mogoče sem še koga. Pa bom začel pisati, zdaj pa bom mogoče bolj urejeno astmo. A bi mi dala mogoče še kakšno knjižno priporočilo? Kaj je ta, ni treba, da je sploh o tem, kar se pogovarjala, kakšna knjiga, ki ti je bila zelo všeč v zadnjem času? Kar se tiče tesnobe, sem zdaj prebrala to, ko možgani bluzijo. Mislim, da je tako naslov. Tam je bila fina, ker tako malo podoben, kot si ti rekel, nisem jaz nič naredil, da se je zgodila ta nespečnost. Malo iz evolucijskega vidika razlaga strah in koliko je to normalno in da tako, če je komu to blizu, je tak pomirjujoč način, pa meni malo ne toliko klasičen pogled na tesnobo. To drugač pa zdaj trenutno berem eno angleško All My Rage. Jaz veliko drugač berem te za psihologijo, pa samo pomoč, pa to mi je to zelo blizu, ampak ta zdaj ne vem, mi je tudi zelo fajn zaradi tega, ker sem zdaj malo presekala, pa je tako neka zgodba, ko so pač je nek roman, pa tudi govori tako malo težkih okoliščinah dveh karakterov, ki so se pol preselili v Ameriko iz Pakistana. Ampak se mi zdi, da je na tak lep način napisana, mene je zelo potegnila. Drugač pa veliko knjig v bistvu, kar je mojih priporočil, je tudi omenjenih v knjigi. Ja, veliko to, v bistvu, če prebereš to, imaš kar, če te zanima to področje še dodatno, dobiš ogromno idej, pa vedno jih malo citiraš, da človek tudi vidi, kjer bi mu mogoče bila bolj. In to sem si želela, predvsem iz tega, ker jaz nisem psihiatrinja, nisem zdravnica, nisem, ne vem, sociologinja ali neki. Jaz lahko pišem svojo izkušnjo, svojo zgodbo, za vse ostalo, recimo, ko pišem noter o dihanju in o parasimpatičnem sistemu in tako, jaz lahko dam, oziroma se mi zdi tako najbolj smiselno, jaz dam nek košček, pol te pa usmerim tam na enega avtora, ki je pa strokovnjak na tem področju in če te to zanima, pač 5 brati o dihanju tam od nekoga, ki je strokovnjak in to obvlada. Jaz ti pa lahko dam malo te koščke, pa če te nekje potegne, upam, da te usmerim do neke knjige. Je pa ob tem še to vezivo te tvoje zgodbe, ki je zelo čustvena in veš, si človek pa bolj zapomni kakšne stvari ali pa ga bolj zanimajo. Tako da zagotovo pa ne pozabiti, še enkrat rečem, da se javite v komentarje, ker eno knjigo bova podarila, oziroma podarim Mladinska knjiga, Vida jo podpiše, jaz pa nimam kakšnih globih tukaj nalog. Če pa ne zadanete, jo pa pejte kupiti, pa jo preberite. Najlepša hvala ti za pogovor, Vida. Hvala tebi. Se veselim, da ga še poslušam in upam, da naredi spremembo, vem, da bo še pri komu. Super. Hvala tebi. Hvala.